V bistvu pri meni se je začelo tako, da sem imela neznosno bolečino v ledvici. Pa so me kar dali na urgentni CT sken. In se spomnim, da v bistvu, ko sem tako ležala in je bil pač ka gleda, ne, pa še sestra in on tako gleda in pogleda na ekran in jaz ga gledam v oči in nekaj se mu je spremenil v očeh. In jaz mu sam vedela, raka imam. Kako je pa to možno, da se z mano noben ne pokliče? Ponavadi v filmih imaš tako, veš, da te pokliče zdravnik. A veš, kaj bi moj največji strah? To, da ne bom mogla knjige napisati do konca. Nekako izgubila sem tudi velik del identitete, kdo jaz sem bila. Čem zdaj kar, varianta travma dampant na to osebo, da pač imam raka. In jaz sem v bistvu kot najstnica seveda imela neredne cikle. Ne vem, kaj to PCOS. To pomeni, da ne boste mogla imeti otrok. Ker pač ti imaš lahko ciste prisotne, pa ni nujno, da imaš sindrom policističnih jajčnikov. In zdaj odvisno, kje si. Nekatere ženske bojo v folikularni fazi, se pravi folikularna faza je prvi dan menstruacije, pa do ovulacije. Imamo 2 faze v ciklu, folikularno, pa lutealno, od ovulacije do menstruacije. Znotraj folikularne faze sta 2 dogodka. Eden je menstruacija, eden je pa ovulacija. Brez ovulacije ni menstruacije. V bistvu menstrualni cikel mi se lahko spremljamo. Mi imamo ženske to privilegij, da si lahko pač to spremljamo. Sam pač naučiti se moramo. Koliko časa v teoriji kot par si plodna, to je teorija. Je fino iti stvari preveriti. Ker žal smo še velikokrat spregledane. V bistvu smo pozabili ceniti neko žensko cikličnost. Pozabili smo ceniti našo, zemljo. Hej, preden te spustim naslednjo epizodo, bi se rada zahvalila za podporo in ogled. Res bom zelo hvaležna vsakega všečka komentarja, tudi konstruktivne kritike. Hvala pa tudi mojima sponzorjema Swai in MyProtein. Pri Swai imate vedno aktivno kodico KUSER11, tudi na SwaiCare. Za MyProtein pa najdeš spodaj. Uživaj v ogledu. Ines Stojanović, hvala, ker si vzela čas, ker si prišla. Preden mi je zaplavama dalje. Vedno rada dam možnost gostu, da se sam predstavi. Torej, kdo je Ines? Danes ali pa trenutno? Ja, sem Ines. Najbolj se poistovetim s tem, da sem svetovalka za naravno plodnost. To mi je res ena taka strast, nekaj, kar me vedno prižiga, nekaj, kjer se rada konstantno izobražujem in pač mi je veliko veselje, da lahko to znanje pač podelim naprej, da lahko pomagam ali parom do zanositve, ali ženske, če imajo kakšne težave, da jim pač stojim ob strani, ki išče svoje rešitve. Tako da ful let nazaj, ko sem že začela, sem se tako hecala, pa sem se klicala, kao da sem menstrualna mentorica. Zato, ker sem vse kolegice vedno pač tako, če so imele kakršnekoli težave z menstruo ali pa s ciklom, pa so vedno mene spraševale. Tako da sem pa kar nekako tako postala menstrualna mentorica. Si bila njihov novodobni ChatGPT? Ja, tako nekako, ja. In nisi pa tega študirala, študirala si nekaj drugega, sem zasledila. Ja, študirala sem nekaj drugega, ampak v bistvu sem zato, da učim to simptotermalno metodo Senziplan, sem pač mogla narediti izobraževanje, pa vse izpite, pa prakso, pa tudi vsako leto se moram udeležiti konferenc, pa raznih teh izobraževanj, da lahko držim licenco, tako da to pač imam od zadnji nekako pokrito, nimam pa nekega formalnega izobraževanja v smislu, da bi šla, na medicino. A sej, na medicini, koliko vemo, se učijo ravno teden, 2. Ja, omenijo, pobožajo malo to temo. Tega Ja. največ se mi zdi, da je kar sam narediš. Ja, saj tudi k meni so že prišle babice, a veš, če si predstavljaš tudi babištva, bo veliko o tem govorili, pa veliko vedela. Ampak mogoče je fokus na nekih procedurah tam, pa mogoče na kako reševati življenja, pa ni toliko fokusa na teh nekih mehkih temah. Tako da so tudi te, ki so prišle k meni, ali pa študentke ginekologije, ali pa zdravnice, ki so tudi prišle k meni, so bile pač navdušene nad znanjem, zaradi tega, ker pač tega niso dobile tekom študija. In kdaj si se začela ti zanimati za to? Torej, kaj je bil razlog, se spomniš, kdaj si začela Ines zanimati za ženski cikel, če rečeva, to je tvoje ime na Instagramu, tako te tudi prepoznajo. Je bil kak sprožilec? Definitivno. Mislim, tako,
če mal daljšo zgodbo povem, jaz sem v bistvu kot najstnica seveda imela neredne cikle. Ne? Takrat še nisem vedela, da je to normalno, da ti kot najstnica, tebi se še razvija hormonski sistem, se ti vse do 21. 23. leta vzpostavljen, logično, da so pač kakšni neredni. Ne? No in takrat v bistvu še zmer, ker pač nisem vedela, ker sem tudi krvavela kar 2 meseca v eno, pač smo šli z mami k ginekologu in on mi je pač dal kar tabletke. Kontracepcija. Tako. In seveda po nekaj letih, to je bilo skoraj 7 let jemanja, pa že vmes sem parkrat hotela iti dol, pa ne vem, sem se malo strašila, ne, kaj pa bo, če bo kjerkoli narobe, pa tako, ne. No in v bistvu ko sem prenehala, ker z jemanjem sem 1 leto vsak dan krvavela. In Vsak dan? Vsak dan. 1 leto? 1 leto. Oh my god. In ko sem šla k ginekologu, je on mi takrat rekel, ja, pa si to normalno, vi imate PCOS. Veš, takrat sploh ne vem, kaj je to, veš, to pa 21 prvič slišiš, ne vem, kaj je to PCOS. Sem ga vprašam, kaj pa je to, in reče, to pomeni, da ne boste mogla imeti otrok. In jaz tako šokirana, mislim, ne, da bi si Upam, da ne takrat... dela več, da. Takrat pa 21, 22, pa lahko sem bila pač stara, nisem pač, si želela imeti glih otroka. Ampak on ti je to tako hladnokrvno rekel, tako kot jaz rečem, boš kozarec vode. Tako. In pa, ko sem ga vprašala, pač, kaj pa se lahko naredi, kaj mogoče sprhane, rekel nič. V bistvu še slutko rekel, ko on je bil tako brez las, ne? In je prav tako rekel, lejte, to je tako, kakor jaz. Jaz sem pač čelavi in tako to pač je. In meni takrat ni bilo jasno, ker mi je bilo tako, pa saj nisi bil od vedno brez las. A veš, mislim, gotov je tle neki catch. No, kakorkoli pa so me poslali na reproduktivno kliniko Ljubljano in pač nobenih odgovorov nisem dobila. Dali so mi tabletke spet za ponuditi, ali pa če bi želela zanositi pač, ne, da grem po drugi poti, ki pa spet vključuje določene tabletke. Ne. In sem pač zavrnila. Tako se je pa nekako začelo moje popotovanje izobraževanja v menstrualnem ciklu, ker sem hotela pač dešifrirati, kaj hudiče se sploh dogaja. S tem, da takrat še ni bilo, to je zdaj že skoraj 10 let nazaj, ne. Takrat sploh ni bilo tukaj člankov v slovenščini, sploh ne. Če si kaj si najdem v angleščini, pa jaz sem takrat prek faksa imela dostop do teh pač raziskav pa to, in sem Čekaj, na katerem faksu si bila? Faks sem bila v Kranju, fakulteta za organizacijske vede, študirala sem pa organizacijo in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Ok, hvala. Tako da to. Saj sem tudi magisterij naredila, takrat sem hotela še v bistvu se že pri magisteriju delati raziskavo, kako menstrualni cikel vpliva na produktivnost, pa na fluktuacijo v delovnih pač okoljih, ampak pač mi tega faks ni dopuščal, tako da sem pa šla gledati razvoj karier žensk na področju višjega menedžmenta, se pravi v smislu, čemu se morajo mogoče odpovedati, da dosežejo nek cilj, a veš, a dajo kariero na pač prednost, pa družino na stran, tako pač par stvari, no. Kakorkoli. No in pač vmes sem ful iskala, pa v bistvu se izobraževala in sem rabila kar nekaj časa, veš, da sem si sploh sestavila realno sliko, kaj se v menstrualnem ciklu dogaja. Ker je bilo tukaj popačenih informacij in še danes jih vidim, kako je v bistvu kar malo napačne informacije so kdaj, oziroma bi rabila tako side note imeti določene informacije, zato da ti lažje pač razumeš. Tako da to pa se je pa, tako se je pa nekako začelo. Pa sem naletela na eno tako debelo bukvo, Taking Charge of Your Fertility, kjer v bistvu tam razlaga, da ženske si lahko spremljamo določene telesne znake, da lahko vidimo, kdaj smo plodne, kdaj ne, pa v bistvu, da nam to, da si spremljamo telesne znake, ful pove o našem zdravju. In pa sem iskala, ki bi se to lahko naučila. In sem šla enkrat na en ženski krog v Kranju, kjer je bila Katja, ki ima tudi profil za vedenje plodnosti na Instagramu. In je ona v bistvu predstavila, pač katere metode se da v Sloveniji naučiti. In meni se je Senziplan, tako že prej sem poznala to simptotermalno metodo, ampak ta Senziplan mi je bil pa tako, ok, to bi se šla. Tako da to je bilo pol, da sem šla na ta tečaj tako na
še ena puzla v iskanju mojih odgovorov, da sem pač lahko razumela, kaj se mi pač dogaja, ne. Je pa res, da tudi, ko sem šla na tečaj, sem imela ful enih vprašanj, pa spet ne dovolj odgovora, tako da je pa to še spodbudilo, da sem še dodatno raziskovala, pa se učila, pa izobraževala. Tako da ženski cikel je pa pol spotoma nekako nastal, no. Tako da sem pa zelo hitro v bistvu vedela, da hočem tudi jaz narediti licenco za to. Tako da sem pol iskala ta pravo institucijo in evo, zdaj smo tle. Kdaj pa se je to obrnilo iz tega, da je to bil nek hobi ali pa neka strast, od tega, da je zdaj to tvoja služba, ne? Se s tem ukvarjaš, svetovanjem? Se s tem ukvarjam, je to moja služba. Tako bom rekla, da ne 5 let nazaj sem začela, pa ne, odpreš spet, pa zapreš spet, pa odpreš spet, pa zapreš spet, pa si greš službo poiskati, da se malo finančno pomoraš, ne. Tako da pa zdaj postopoma v bistvu sem prešaltala, da večinoma samo to delam, no. Oziroma pač, da jaz samo to delam. Tako da je trajalo malo. Pa če se zdaj vrnemo malo na tisti čas, ne? Ko si rekla, da si bila najstnica, si imela neredne cikle. Če zdaj približamo malo najstnicam, kako lahko neredni cikli izgledajo, pa kdaj bi rekla, da je to normalno? Upam, da bi razumela vprašanje. Torej, kdaj je normalno, kdaj pa je tisto, ok, pojdi reši preveriti, mogoče imaš pa res težave. Mogoče to ni normalno. Mislim, v vsakem primeru bi jaz bila tako, da je fino iti stvari preveriti. Ker žal smo še velikokrat spregledane, utišane, slišimo, da je to del tega, da si ženska, da je to normalno in v bistvu se kdaj stvari spregledajo, ne. Zdaj, nekaj je, tebi se hormonski sistem šele vzpostavljanje, mogoče je logično, da kakšen cikel ovuliraš, kakšen cikel ne ovuliraš, malo ti v dolžini varira, kdaj imaš mogoče lahko malo krčev, kdaj jih pač nimaš. Tako, to je nekako vse še znotraj neke normalnega ranga. Kdaj bi bila pa pozorna, je pa to, da so neke izvenciklične krvavitve, v smislu, da so vmes neke rjavkaste krvavitve, da so menstrualni krči tako hudi, da ne more iti v šolo, pa da je toliko krvi izgubi, da rab 2 vložka imeti en za drugim, da pač sploh je lahko pač v šoli, a ne. To, kadar pač v bistvu te stvari ovirajo do te mere, da pač ne more nekako normalno funkcionirati, ne, se seveda pač, kdaj nekaterim paše počivati v tistem času, nekaterim paše gibanje, to je seveda vsake ženske odvisno, ampak tako, da smo pa pač malo na te stvari pozorni. To, da imamo akne, da imamo mozolčke, pač it's fine, v puberteti smo, pač to se vzpostavlja, to je logično, ne. Meni osebno se zdi malo problematično, da se takoj v bistvu že mladim puncam daje na primer hormonska kontracepcija, ker v bistvu se jim tako zatira ovulacijo, ne, in tudi zamaskira simptome, jim ne bo rešilo težave, pa ja, mi v bistvu še ne vemo, kaj naredi, kakšen efekt ima na razvijajočih se možganih mladostnicah. Mi vemo, kakšni so mogoče morebitni stranski učinki ali pa neke zadeve na odraslih ženskah, ne pa na najstnicah, ne. Tako da seveda pač itak, jaz vedno pravim, gre se za informirano izbiro, gre se za to, da se izobrazimo, da poiščemo rešitev, ki je najboljša za nas, a ne. Kdaj tudi to vključuje, kdaj pa mogoče tudi ne. Tako da to, no. Je pa fino, če bi se mogoče prej že spoznale, a ne. Tako, saj sicer se mi zdi, da tako mogoče te glih takrat ful ne zanima o tem, ne. Ja, zadnja stvar verjetno. Mogoče te bolj zanima, kjer fantu si všeč, pa tako, ne, pa mogoče kaj v šoli se dogajalo, ne. Ampak vseeno se mi zdi, da se lahko to predstavi tudi na en tak način, da je pač njim zanimivo, a ne. Zaradi tega, ker to je pač del nje, to ni nekaj, kar se izven nje dogaja. A veš, to ni samo, ko pač enkrat na mesec vidi ono krvavitev in je nekaj, kar je zunaj nje, ampak je to znotraj nje, a ne. In v bistvu to, kar se nje dogaja,
vpliva na njeno vedenje, na njeno čustveno doživljanje sveta, na njeno kognitivno razmišljanje, na sposobnost učenja, pač, a veš, na ful enih nivojev to vpliva. Ne? In je fino, da pač spoznamo, da pač se nekaj nam dogaja, ne, v telesu. Ja, to se definitivno strinjam. Zdaj sem se spomnila, ko sem se pogovarjala z enim kolegom, ko sem se pogovarjala, kdo bo na dogodku gost, kaj bomo sem rekla, bomo imeli, povem, so tvoje stvari in ženski cikel. Ne? Rekel, jaz samo se ti ne zdi to tako ful specifično. Jaz sem tak, ok. Pol populacije, cirka, so ženske in vsak moški ima sigurno mamo, je imel mamo v določenem času, babico, prijateljico, sošolko, sestrično, ženo, hčerko, ki se ukvarja s tem in se bo mogla ukvarjati s tem do potem, ko bo do dejansko neke perimenopauze, ko več se ne bo rabila ukvarjati recimo s tem. Ne? In ne zdi se mi preveč specifično. Če se vsi ukvarjamo s tem in ziher imaš neko sodelavko, ne, in te stvari, tako da tu se definitivno strinjam. Bi pa še šla, zdaj tak, jaz hočem, da res lepo speljeva zadeve, da jih razložima logično, tega, če bom jaz zdaj preveč skakala ali pa če bo treba kakšne osnove prej razložiti, da me ustavi, da mi reče, bi še rada pred tem vprašanjem odgovorila na XY, da bo jasno, bi še pa šla sam najprej na to tvojo pot, ne. Torej, kako se je to pol nadaljevalo? Zato me zanima, ne vem, kako so tistem časom mogoče tvoji starši odreagirali, ko so to zvedli, pa što se zdaj dogaja, ne? Tebi so torej povedali, imaš PCOS ali ti je dal kako napačno diagnozo? To so policistični jajčniki. To je sindrom policističnih jajčnikov, ja, to je v bistvu endokrina metabolna stvar. Jaz rada rečem bolezen, rada rečem izziv. Kar pomeni, da imamo mogoče malo manjše okno, kjer lahko kakšne stvari lahko rečem zajebamo? Lahko rečeš. Ker. Se pravi, imamo manjšo okno tolerance za določene stvari. V smislu pač ženske s PCOS, odvisno kateri tip PCOS-ja imaš, morajo mogoče bolj paziti, ne vem, na krvni sladkor. Bolj paziti, oziroma da res pojejo dovolj vlaknin, pa dovolj, ne vem, probiotikov, whatever, za črevesja. Za tako, pač to je tako pa že področje nutricionizma, ampak pač mora res bolj paziti mogoče, kako skrbijo za svoje telo, kakor mogoče ena, ki nima te diagnoze. Tako da, ja, kako so doma, kako pa je že bilo? Oni so rekli, da naj grem na tabletke, da kaj sem mogoče, zakaj hočem iti zdaj po svoje, ampak jaz sem rekla, ne, pač ne grem. Zaradi tega, ker če bi to delovali, če bi to dejansko pomagali, pri tem, da vseh teh letih mi enkrat ni ultrazvok naredil, enkrat ni preveril hormonske teste, nič. Če bi to delovalo, bi zdaj jaz bila ok, tako sem pa še slabš. Tako da sem rekla, ne, pač bom probala vse narediti, kar pač lahko, pa pač da vidim. In meni je glih to, meni je pač Senziplan orodja ful dal iz vidika, ti si v bistvu spremljaš tako svojo bazalna temperatura, tudi kot telesna temperatura, sam na 2 decimalke. Pa spremljaš si plodno sluz. In imaš ti eno tako razpredelnico, moškim je drugače zelo všeč ta razpredelnica, ki je zelo tako lahko analitična in pa se tudi zelo povajbajo s tem, lahko lažje zaupajo tej metodi. In ti v bistvu lahko pač vidiš, kako se krivulja obnaša. Ne vem, če imam jaz nižjo temperaturo, so lahko to indikacije, da imam težave s ščitnico, pa lahko grem to preveriti. Če imam ful cikcakasto, je zelo vprašanje, če bo sploh prišlo do ovulacije. Treba to stabilizirati. Se pravi, pa ko jaz iščem neke rešitve, ne vem, zmišljujem si, omega-3, da začnem ješči, ker premalo rib jem, jaz pač pa gledam, kako se moji telesni znaki na to odzovejo. In a te rešitve podpirajo moje ovulacije ali ne. Tako da meni je to dalo ogromno orodje, glih to, da sem lahko tekom let poiskala tiste rešitve, ker res mene podpira moje telo. Ker kakorkoli je zdaj tako vse instant rešitve, pa dajmo v eni
eni kapsuli za vse težave, pač ni temu tako, ker vsaka ženska je specifična, vsaka ima svojo menstrualno zgodovino, vsaka bo drugače odreagirala na katere stvari, ene bo rabila mogoče več tudi čustvene podpore, druge bo rabila več fizične podpore, ne, telesu, tako da je ful raznoliko. In to je pač lahko en tak zemljevid do globljega spoznavanja sebe, do iskanja nekih rešitev, ki pač dejansko dolgoročno te podpirajo. Tako da to mi je bilo tista moja referenčna točka sama pri sebi, veš, da sem se vedno uprla na to, ma sem gledala one razpredelnice in študirala, pač kam jih sporočajo, ne. Ker je nekako naš menstrualni cikel, pač lahko mesečno poročilo, kaj se nam v življenju dogaja, kje se lahko podpremo mogoče, ne. Pa če zdaj dansko malo približaš, se tako si rekla, vsi imamo neko svojo, ne? Nekdo ima mogoče poprečno temperaturo 39,8, nekdo ima, ne vem, 37,1, pa je to poprečno, pa ni to preveč, ne? Če recimo daš na svojemu primeru, koliko bi rekla, da se zdaj pri tebi približno te decimalke razlikujejo čez mesec? Ful je odvisno. Zdaj, tudi, ko si spremljamo, ne, to ni zdaj tako, da si preberemo par objav, pa si znamo spremljati, ker je ful enih nivojev za razumevanja. Ne. Tudi jaz ne priporočam uporabe aplikacije, ker aplikacije na koledarski metodi večinoma zračunajo. Misliš neki flows ali pa nekaj? Ja. To ti na podlagi koledarja večinoma in tudi tiste temperature, ko neseš gor, sem že videla, da mogoče napačno ocenijo temperaturni dvig. Tako. Je par layerjev specifik še zraven, no. Ampak zdaj odvisno, naprimer, pri teh razpredelnicah imamo skalo, ne. Mi zmerimo na 2 decimalke in pa moramo pravilno zaokrožiti, ne. Ampak imamo skalo od 36,0 do 37,5, ne. In zdaj odvisno, kje si. Nekatere ženske bojo v folikularni fazi, se pravi folikularna faza je prvi dan menstruacije, pa do ovulacije, ne. Imamo 2 faze v ciklu, folikularno pa lutealno, od ovulacije do menstruacije. Znotraj folikularne faze sta 2 dogodka. Eden je menstruacija, eden je pa ovulacija. Brez ovulacije ni menstruacija. In zdaj, mi imamo, če razdelimo menstrualni cikel na te 2 fazi, imamo en nivo temperature v folikularni fazi, drug nivo v lutealni, kolikor je prišlo do ovulacije. In pri meni je, naprimer, tako, lahko bi ti prinesla s sabo, da bi ti pokazala, ampak lahko damo kako sliko na ekran, če imaš mogoče. Bom doma pogledala, pa bom poslala, pa lahko je. Naprimer, bom dala 2 primera, en cikel, kjer nisem ovulirala, pa en cikel, kjer sem ovulirala, ne. Ker v ciklu, kjer nisem ovulirala, mi ful cikcakala krivulja, že v folikularni. Misliš temperatura? Ja, temperatura pač v folikularni fazi mi že ful cikcakala, ne. Kar pomeni, da sem mogoče mislila, zdajle bo dvig, pa je dol padla, pa spet, pa je dol padla, ne. Sluz je bila prisotna, pa je izginila, pa je bila prisotna, pa je izginila, ali bila pa cel cajt prisotna, ne, in pač je bil skozi isti vzorec sluzi, ne. Tako da sluz si tudi, če meriš ali pa če opazuješ? Sluz v bistvu opazuješ tako, da vzameš svež vzorček sluzi, čez vhod v nožnico in pa takole pogledaš, kakšen je tip, kakšen je videz, pa v bistvu še občutek opazuješ. 3 stvari opazuješ. Tip, videz, pa občutek. In potem imaš še odvisno od metode, pač to govorim za simptotermalno metodo Senziplan, imamo tako, da kategoriziraš to sluz, zato da je potem tudi lažje ovrednotiš. To pomeni, da ti gledaš, da je prišlo do spremembe iz neke kvalitete v drugo kvaliteto, ki nam to potem da eden izmed indikatorjev, da do ovulacije že prišlo. Tako da pač pri PCOS je lahko to, da so lahko daljši cikli in je sluz konstantno prisotna, zato je fino uporabljati simptotermalno metodo, zato da spremljamo še temperaturo, ne, da res vidimo, a je prišlo do ovulacije ali ne. Tako da jaz tudi že tako dosti na začetku, ko si spremljam, ne, na začetku novega cikla, vidim, a bo prišlo do ovulacije ali ne, glede na to,
kakšna je krivulja, je bolj stabilna ali ni. A ne? Tako zelo je v bistvu lahko ful analitično to. A veš, in ful enih podatkov dobiš, tako ful enih podatkov o svojem telesu. Jaz ko vedno pravim tudi, tako, da bi ti imela težave s srcem, pa šla kardiologu, pa ti nikoli ne bi srčni utrip zmeral. Ali pa Da ti da tisto napravo, kako se reče. Holter, mislim, da nekaj takega. Kaj si rekla? Holter? Ja, nekaj na H, seveda, da je samo. Zdaj ne vem, upam, da je to. Ker je kolegica, lih mi 2 dni nazaj pisala, da ima to, tako da vem, da je nekaj na H, tako da evo, ja. No, to. A veš, to je tako, ne, in v bistvu menstrualnici, ki mi se lahko spremljamo. Mi imamo ženske to privilegij, da si lahko pač to spremljamo, ne, sem pač naučiti se moramo pravilno, ne. Pa vsa ta pravila. Pravila so pač, tle niso larifari, so pač znanstvena pravila, ki so jih razvili ginekologi, endokrinologi, pa pač raziskovalci in so tukaj z namenom, da nam služijo. A ne? Ni to zdaj štejem luno, kdaj bo polna, ali pa štejem dneve. A ne? Ker pač sam še to, ne, da ti povem, naprimer, če ti gledaš, ovulacija je specifični moment, kjer se zrela jajčna celica skoči ven iz jajčnika. In čas oploditve je 12 do 24 ur, kar je ful malo. Maksimalno na 48 ur lahko tudi preživite jajčna celica, preden se razgradi, kar je ful malo. Bi ljudje rekli, pa še teže prišli mi do zanositve. Aha, torej sam toliko časa imaš ti dejansko, da zanosiš? Tisti čas je, kjer je jajčna celica na voljo, da pride do oploditve. Zdaj pa, ker je to prekratek čas, ne? Smo mi, evolucija naredila svoje, zato da se bomo lahko razmnoževali, imamo ženske zato plodno sluz. Aha, okay. Ker v plodni sluzi lahko semenčice preživijo, če so kvalitetna in vse, do 5 dni. Okay. Ne? Se pravi, zato si pa fino, vsaka, tudi če imaš ti 28-dnevni cikel, jaz 28-dnevni cikel, bo vsaka imela različno dolgo plodno okno. Plodno okno pomeni možnost, kjer lahko pride do zanositve. Neplodno okno je pa, ki je že konec. In se pravi, s tem, ko se razvija jajčna celica do ovulacije, se venimo tako, predstavlja se dan tak mehurček, noter je jajčna celica in tam se proizvaja ena taka folikularna tekočina, se reče. In s tem, ko se proizvaja folikularna tekočina, se v bistvu s tem sprošča hormon estradiol. Estradiol je eden izmed estrogenov. Estrogen beseda je krovno ime za več estrogenov. In s tem, ko se nam sprošča estradiol v krvi, možgani to zaznajo, ker je najpomembnejša povezava v tem ciklu jajčniki in možgani, taka dvosmerna komunikacija konstantno poteka, ne? Oni to zaznajo in v bistvu pri materničnem vratu dajo signal, da začne proizvajati plodno sluz. Tako da bolj, ko se približujemo ovulaciji, več imamo lahko te sluzi. Ponavadi so ženske, saj jaz, ko sem bila najstnica, ne vem, če si ti v srednji šoli pa to tudi zvedla, da je to beli tok. Ja. Ne? In pa je tako, smo bile ful naučena, da je to mogoče neki fuj. Da je mogoče ni glih najbolj fino. Da mogoče celo je kaj narobe. Da je mogoče kaj narobe. Ja. Ali pa potem, ko si, ne vem, študentka pa to, pa ko se malo muckaš s kakšnim fantom, pa si tako, boh ne daj, da bojo hlačke malo belkaste ali pa neki. Ti je bilo ful bed lahko. Ampak v bistvu je to znak zdravja. Je pač to, da mi lahko pač da ovuliramo. Ker to, da ovuliramo, vpliva na vse. Tako da v bistvu s plodno sluzjo si spremljamo nivo estradiola nekako. S tem pa, ko se že zgodi ovulacija, se pa uvoj, v katerem jajčna celica bivala, začne spreminjati. Gre z tega rdečega telesca v tako rumeno telesce. In s tem, ko se on spreminja, on proizvaja en hormon, ki se mu reče progesteron. In s tem, ko imamo mi v telesu progesteron, se nam dvigne bazalna temperatura. Zato si pa spremljamo tudi bazalno temperaturo, ker ko se enkrat dvigne in ostane dvignjena, mi lahko vemo, da je do ovulacije že prišlo. In pa imamo še cel kaplah informacij, dobimo pa spet v dolžini lutealne faze in tako naprej. Tako da, koliko časa v teoriji kot par si plodna, to je teorija. Je en dan, kjer je možnost oploditve te jajčne celice, pa 5 dni, kjer lahko semenčica preživi v plodni sluzi. Tako da imamo recimo 6 dni. Ampak, ker vsaka ženska je različna, ker mi nikoli ne moramo vedeti, da se bo ovulacija zgodila. Vedno lahko potrdimo, da se je že. Si rekla, vedno lahko potrdimo, da se je že? Vedno lahko potrdimo, da se je že. Tudi, če sem jaz zdaj 30 ciklov nazaj redno ovulirala, ni to pogoj, da bom tudi ta cikel
ovulirala. Se pravi, mi lahko vedno potrdimo, da se je že zgodila. Zato pa mi rečemo, kdaj vstopimo v plodno okno, a ne? Da nam telesni znaki sporočajo, da se nekaj dogaja, da mogoče bo zdaj prišlo do ovulacije. In potem vemo, kdaj je naš začetek in konec plodnega okna na podlagi teh pravil. In pač to lahko na podlagi tega uporabljamo. Ali za preprečevanje nosečnosti, se pravi, da ni nekih spolnih odnosov v tistem času, rečemo za semenskim izlivom v nožnico, ne? Ali pa tisti, ki želijo zanositi, da vejo, da ne rabijo vsak drug dan tekom celega cikla, ko ponovadi dobijo to priporočilo po ginekologu. Vsak drug dan imejte spolne odnose, pa se bo že prijel. Pa mogoče za nekoga to predstavlja ful velik stres, pa pritisk, pa breme. Je fajn, da tako si recimo razložila folikularna faza, lutealna faza. Veš, eni mogoče so že slišali nekaj, ali pa so slišali v angleščini, pa malo znajo povezati, da potem tudi pač si nekako, mislim, se zavedaš stvari, ki se dogajajo v tvojem telesu, pa jih tu znaš malo ubesediti. Tudi če si prej že nekaj stvari vedel. Zdaj si rekla, da rečejo, naj probajo sam vsaki drugi dan. Torej ti bi potem svetovala, da če želiš, da pač delaš na tem, da si probaš vsaj spremljati neke svoje telesne znake in pač potem v tistem plodnem oknu. Absolutno. Pa to se mi zdi, da še preden v bistvu bi si mi kdaj želeli imeti otroka, je fino, da poznamo, kaj se dogaja. Jaz si se razumem, da ni to za vsako, ne bo za vsako to rezoniralo, ne bo se kateri to dal, ali pa pač nima tega interesa, valjda, ker ni vse za vse. Ampak sam povem, da pač je opcija in da je ful fino v bistvu zaradi tega, ker res veliko informacij dobimo v svojem telesu. Res ogromno. In lahko si pa prišparamo, meni je ful žal, kdaj kakšni pari pač pride do mene, že ko so že poskusili z umetno oploditvijo, pa je bilo neuspešno. Ker tako, lahko bi že si prišparali nekaj mesecev frustracij, razočaranj, občutkov nemoči, obupa, če bi prej vedeli, kaj se mu, preventivno, da pripravijo svoje telo na potem enkrat, ko bi si želeli zanositi. Si rekla, pripravijo svoje telo. Kaj točno misliš tem, pripravijo svoje telo? To je za vsako žensko drugače izgleda. Sam cilj je recimo nekako dva. Eden je redna ovulacija in druga je dovolj dolga lutealna faza. Se pravi, ta faza od ovulacije do menstruacije, ker ta faza mora biti ustrezno dolga, ker je lahko indikator, da imamo dovolj progesterona v telesu. Progesteron je pa hormon, ki je ful pomemben za ful stvari, ampak med drugim tudi zato, da ohranja plod, da se uspešno razvija. Ker ponovadi, če ta lutealna faza prekratka, je večja možnost za spontani splav v prvih 3 mesecih. In malo je samo edin problematično, kdaj hormonski testi kažejo BP nivoje, pa so še vedno težave. Tako da je pač fino malo pokombinirati. Jaz pač tako s tem, da si naučimo spremljati telesne znake, da vidimo, imamo neko razpredelnico in pa na podlagi tega še, pač jaz vedno rečem, dajte ginekologu povedati, kaj sumte, pač dodatne preiskave, tako da se pride do nekih odgovorov, zakaj mogoče se takoj ne prime. In torej, kaj lahko recimo potem ženska naredi, da zviša svoj level progesterona? To, da začne redno ovulirati. Se pravi, to, da imamo mi dovoljšne nivoje progesterona, moramo iti korak nazaj, ker progesteron nastane s tem, ker se že zgodi ovulacija. In primarno ga pač z ovulacijo proizvedemo. Zdaj lahko si seveda potem s kakšnimi drugimi stvarmi pomaga, mislim neko medicinsko pomočjo, ampak je spet fino, kdaj to začeti dodajati, da si ne bi slučajno zavirala ovulacijo, zaradi tega, ker bi prezgodaj začela. Kaj vse vpliva na ovulacijo, ti bom tako rekla, cel tvoj life? Verjetno ja, lifestyle. Pač vse. Res ni ene stvari, ponavadi tako rečem, da naredimo inventuro v tvojem življenju. Malo pogledamo, kaj se tebi kaj, a dovolj ješ, ali rabiš mogoče tukaj kakšno podporo, pa te usmerim pa še kakšnemu nutricionistu, ali so neke osnove tle pokrite, ali imaš mogoče kakšne druge pač že težave, a veš pa je treba pa malo paziti, a dovolj spiš, a se dovolj gibaš, a ne nekega fizično neko področje inventure narediti, pa tudi se pravi tudi neko čustveno področje malo pregledati. Kakšni so tvoji odnosi?
a se počutiš osamljeno. Lahko imaš ti vse checklisto narejeno, pa si globoko osamljena. Se ne moreš nikakor povezati z nobenim človekom. Pa ti manjka ta povezovalni občutek. Pa ti pomanjka, da si slišana, da si videna, da si sprejeta, da si ljubljena. To ful več lahko daj odnese, kakor pa če imamo vse kljukice iz fizičnega področja narejene. Ker tudi menstrualni cikel je takole tesno prepleten z živčnim sistemom. In če se ne bomo varno v telesu počutile, teže prišlo do ovulacije. Ni nujno, odvisno je, ampak ne, je velika verjetnost, da bo mogoče teže. Zato pa pravi, sem nehte se sikirati, sem sproste se pa bo. Kaj to zdaj pomeni, ne? Kaj to zdaj pomeni, ne? Veš, za eno to pomeni pač, mogoče res bo mogla iti, ne vem, na psihoterapijo, zato da se nauči postavljati meje, zato da se sebe da na prvo mesto. Za drugo bo to pomenilo, da bo, ne vem, neke somatske vaje začela delati za reguliranje živčnega sistema. Za tretjo bo pomenilo, da bo, ne vem, se šla fizioterapevtki ki dela z medeničnim dnom, pa da se poveže, pa da tlele, a veš, ima mogoče kakšne težave, pa se tlele na tak način poveže s tem, ne. Tako da ful različno, ne. Kje si ti trenutno v življenju in kaj ti najbolj potrebuješ. In jaz vedno rečem, jaz nimam vseh odgovorov, res jih nimam. Rada bi ti jih dala, ampak jih nimam, ker jaz ne živim v tvojemu telesu. Jaz te lahko sam te spodbujam, pa ti stojim ob strani, pa ti skozi, probam nekako vliti to samozavest, da odgovor boš ti vse najdla. Kaj je tisto, kar ti v danem trenutku najbolj potrebuješ. Mogoče en par živi ženska s taščo in izkus skače po glav in je to vsakodnevno prinaša stres. In bo mogla pač nek korak na tem področju najprej narediti, da ne bo skozi svoje telo aktivirala, da ne bo skozi se dvigoval kortizol pa adrenalin. Ker to seveda tudi vpliva na nivoje potem progesterona, pa na možnost ovulacije. Tako da je ful različno, pač kaj tisto. Eni bo pomagali, ne vem, da bo začela kakšne stvari dodajati v prehrano. Pa bo to že rešil. Ja, to se mi zdi. Prav tako, če pomisliš, ona je tak nekako doreče, jaz ne verjamem v to. Jaz živim, ampak glih, isto sem rekla na podcastu z Niko, ko smo imeli prej, ker smo se tudi nekako prišli na temo samote pa osamljenosti. In sem glih videla od nekega doktorja, pa zdaj tudi tu ponavljam isto, ko sem rekla, upam, da je to res neki doktor, ki je doktor, da je osamljenost v bistvu 6-krat hujša, kot da bi se z alkoholom napil, recimo. In sem tak, make sense, je smiselno. Absolutno, če ti gledaš tako evolucijo to, da smo pač mi danes ljudje, kot smo. Pa da smo včasih živeli res v nekem tribu, ne? Točno to. Mi smo večino našega obstoja človeštva živeli v skupnostih. Mi smo zdaj šele v neki novi dobi, ker nismo tukaj v skupnosti. In pač naše telo je narejeno med drugim tudi za skupnost, za povezovanje. Pač to ti veliko da. Če nič drugega, imaš s tem, ko se objemeš, se ti sprosti oksitocin in oksitocin je super hormon, da ti bo še spodbudil, da bo mogoče prišlo do ovulacije. Veliko prej, kot pač imaš povišene nivoje kortizola. Kronično. Pa ko si zamenila oksitocin, te vprašam, da vidim, če boš mi znala odgovoriti, da dejansko se ženskam pa moškim med spolnim odnosom, da je v bistvu estrogen tisti, ki ga dvigne, testosteron pa tisti, ki ga še malo zatira, da zato tudi ženske se hitreje lahko po nekem spolnem odnosu že navežemo, moški pa ne tako hitro, ker v bistvu oni rabijo, ne vem, recimo vezopresin, da nekaj naredijo za tebe, da dlje časa. Tvoje mnenje glede tega? Ja, mislim, absolutno iz neke nevroznanosti, pa to ful taka zanimiva tematika, pa sploh v partnerstvu pa tako. Pač kar jaz vem iz vidika, kaj bi lahko spodbujalo ovulacijo. Naprimer, pri moških možgani in oni imajo tudi njihova povezava možgani pa testisi oziroma moda
tudi poteka dvosmerna komunikacija. Samo da pri njih je 24/7 ta proizvodnja odprta. Semenčasta se konstantno proizvajajo. In zdaj, vem, da sem brala eno študijo, ko so gledali, se pravi, ko moški, naprimer, ima nek to-do listo, pa ženska to-do listo. Ko moški opravi te kljukice, tako kot se pri ženski ne sprosti lahko nek dopamin. Ampak pri moški se istočasno lahko odvisno od aktivnosti tudi dvigne testosteron. In zdaj, ko se njemu to dvigne, pač bo seveda pozitivno njemu vplivalo na dodatno proizvodno semenčica in tako naprej. Pri ženskah je pa v bistvu to, da ima ta dopamin pa dlje časa prisotno, da ni tega oksitocina še zraven, lahko v bistvu zmanjšuje možnost do ovulacije. Zdaj, ne vem čisto specifično, kako so to spremljali, pa tako, samo vem, da sem nekje to že prebrala, tako da je verjetno tle tudi neka ta povezava, to, kar si ti rekla, da pri spolnem odnosu, kako se potem ženske, da se raje povezuje, pri moški so pa dosegli svoje, so upravili to kljukico in to je to. Pri ženskah je pa, mi smo se pa zdaj povezali, mi smo se pa zdaj sprostili, mi smo se pa zdaj zlili, whatever, pač skupaj. Ne, res smo, če tako gledaš, zanimivi, nismo tako reče, Stacey Sims, nismo mali moški, ne? Ja, ne, se to, absolutno, ja. Mislim, da je problem glih to zaradi tega, ker živimo v taki družbi, kjer je tudi pričakovano, da smo mali moški, ne? Ker v bistvu, mislim, se je že tako, prele, ker si čisto na začetku omenila, ker si nekomu razlagala, da bi ženski cikl imela tudi na tej konferenci, pa to, ne? Pa kaj je rekel, to ful specifično. Sam glej, brez tega se on ne prodil. Ja. Ne? In se mi zdi, da smo v neki mogoče se daje več poudarka, ampak ne bi šla zdaj z delulu spiritual sceno, ampak, a veš, kaj mislim? Pač tako, da v bistvu smo pozabili ceniti neko žensko cikličnost. Pozabili smo ceniti našo, ne vem, zemljo. In pač to se pozna in pa seveda se sprašujemo, zakaj imamo tak porast neplodnosti, tukaj enih težav. Zanemarjamo nek naraven ritem, ki je drugačen od moškega naravnega ritma. Nič ni boljš, nič ni slabš. Sam pač je. In je fino, da mogoče dajemo tudi malo več pozornosti neki ženski cikličnosti, da se negujemo, da se, poskrbimo za to, zaradi tega, ker to prinese dobrobit v celo skupnost. Pač, če je mama doma razdražena, pa pod pritiskom, tudi otroci ne bo v redu in tudi mož ne bo v redu. Če pa mama v redu, bo pa vsi v družini tudi v redu. Ja, ker smo veziva. Tako, ne? Mislim, jaz se štejem totalno tu zraven tega sveta, ker tako si rekla, ni boljše, ni slabše, samo je, ne? Ampak veš, včasih je bilo, moški so lovili, ženske so mogoče kaj nabirale, one so bile skupnost, več ženske je bilo skupaj, verjetno so vse ovulirale, vse se jedli so podobno, več je bilo predvsem do nekih maščob, kakorkoli. In veš, takrat ni noben razmišlja, jaz zdaj ne bom jedla, zato da bom suha. Veš, jaz čisto razumem, ne davam se zdaj, jaz pa razmišljam drugače. Itak razmišljam, itak vidiš vsako kilco na telesu, itak, ker še posebej, če si na socialnih omrežjih, pač vidiš se, gledaš se, pomembne so te stvari tudi delaš, ampak včasih je bilo čisto drugače, in zdaj, ko si rekla, danes prvič zavestno razmišljam o tem, ko si rekla, se logično, zakaj je več neplodnosti, Veš, ko si včasih misliš, ziher je vedno bila, sem se ni o tem toliko govorilo, pa je res bila, veš, v taki meri, kot je recimo zdaj, ker tudi, ne vem, definitivno si ti s hrano lahko narediš ogromno škode, z nekim stradanjem pa temi stvarmi, če to delaš zavestno pa namenoma, Tako da predvsem to. Tle bi sam rekla, tudi ženske so bile lovilke, lovci, in so bile tudi, pač skupaj so lovili. Drugače ena ženska,
pozabim, zdaj se nam spomnim njeno ime, ki glih to prehistoric people, proučuje prehistoric people, njihove vedenja, načini pač življenja in tako naprej. In pač eden izmed mitov je glih to, ne, da so samo moški bili lovilci, ženske pa nabiralke, ampak v bistvu ni bilo temu tako, je bilo vse v bistvu dosti pomešano. Zato ker ženske, verjetno imaš, zdaj si že videla te rile, ker tako se par odpravlja na potovanje in pač moški sam prime na svojo torbo in to je to. Ženska pa, imam to, sem ugasnila, sem šla babi pospraviti, reč, veliko en cel seznam. Rože zalila. Tako, pač razmišljamo v bistvu zaradi tega, ker skrbimo in imamo tudi možgane tako narejene, da opazimo detajle. Kar pomeni, da smo tudi bili dober faktor pri lovljenju, pač ne vem, neke živali, zaradi tega, ker pač smo opazili neke detajle, in pač tudi ni glih nujno zdaj sam, da to omejimo na spol, ker pač imamo take ženske, imamo takšne moške, vsak ima neke svoje lastnosti, svoje neke prednosti, svoje neke mogoče slabosti, v nečem je nekdo dober, drug ni dober, ni to zdaj deljeno na spol moške, ženske vrednote, ampak jaz mislim, da se gre za to, da mogoče, to čist pač neka moja recva teorija, to, je pač to, da včasih smo bolj vključali ljudi, če si ti imela neko dobro lastnost, pa smo te vključali. Nismo te presilili, da pa moraš zdaj nekaj drugega delati. Ampak smo te vključili, smo uporabljali to tvojo dobro lastnost v neki skupnosti. In je vsak pač prispeval, kakor pač je lahko. Tako da se mi zdi, da smo to malo zgubili. Tako zanimivo, velikrat dobim tudi upore strani žensk, glede te cikličnosti pa to. Tell me more, that's juicy. ja, pač tako, a veš, nekdo, pač eno je mi povedati, kdaj smo mi volilno pravico šele dobile, delovno pravico in tako naprej. To ni zdaj 500 let nazaj, ne? To je pač 2-3 generacije mogoče nazaj, ne? In seveda to, da smo potem tudi bile samostojne finančno, je pomenilo, da smo pač se mogli prilagoditi v nekem okolju. Ne? In smo se znajdle, mislim, tako gledano. In mogoče danes tak način delovanja, glede na to, da imamo to, vsi tukaj v Sloveniji, privilegij, da lahko si službo piščemo, lahko se izobrazimo, lahko gremo po svoje, nismo odvisni od moškega za preživetje. Mogoče tukaj imamo zdaj prvič ta privilegij, ker nekaj generacij ženske prednice pred nami niso imele tega privilegija, ker so mogle vzdrževati neko vlogo za to, da so lahko preživele. Mi imamo pa ta privilegij, kjer lahko same sebe spoznavamo in svojo cikličnost v bistvu negujemo in sodelujemo z njo. In jo slišimo in jo poštevamo. In spet to ne pomeni, da boš ti in jaz ista cikličnost, da damo spet vse v isti klub. To pomeni, da pač ti raziskuješ sebe, kdo ti si, kaj ti paše, kdaj so kakšne imaš določene čustvene potrebe, a veš tako, kako se spreminjajo pri tebi fizične čustvene potrebe, kakorkoli, in jaz pri sebi. In pač, da poslušam svoje telo in da sledim temu. Ne, da se damo spet v en klubček. Tako. Ja, dejansko, ampak se je tako si rekla zdaj, s tem, ko smo mi dobile, ne vem, volilno pravico, smo lahko našle službo, smo lahko se odselile, ločile, odprle bančni račun, whatever, ne. To tudi potegne ta lifestyle, ne, da nisi sem gospodinja doma, ker spet ja je imela dosti stresa, ampak zdaj, če lahko to rečem, da je najverjetneje služenje denarja pa preživljanje družine malo večji stres kot kuhanje kosila doma. Je tudi pol več stresa na telesu, ne? Tudi več stresa in je logično, to vse potegne zraven, ne? Iz vidika se jaz napravam v tem, da smo zdaj ciklične, da smo une, kot bebe na Instagramu, I'm one with nature. Bleeding into nature, 5 dni, ne grem v bleeding službo. into nature, pa pač ne delaš, a ne? Pač, I'm growing my own garden, ne? To pač ne, a ne? Jaz sem pač pravim znotraj tega okolja, v katerem smo, kako lahko mic po mic daš sebe na prvo mesto, pa svoje telo na prvo mesto. Da če vidiš, da mogoče pišuka ti ena služba toliko stresa povzroča, da imaš skozi izbruh aken, da imaš take hude menstrualne krče, da se komi pobereš, da mogoče ti še lasti začnejo celo izpadati,
imaš vse to svobodo, da lahko danes izbereš drugače. Mogoče je težko to sprejeti, pa ne moreš iz danes na jutri, ampak imaš pa opcijo, da zamenjaš službo, da greš nekaj drugega sprobati. Včasih tega niso imeli, so pač mogli vztrajati zato, da so preživeli. Danes imamo pa to opcijo in meni se samo to zdi. Ne gre se za to, da bomo pa zdaj vse enako, tam lebdele na vodi in je to, ampak pač da sledimo sebi, da sledimo svojemu telesu, da pač, eno življenje imamo, pač, zakaj bi se pomanjševala konstantno? Saj zajeban biti prisoten, pa biti avtentičen, pa biti tle, a razumeš, z vsem, kar pride. Ni enostavno navigirati čez to življenje, ker je ful enega stresa, pa ful enih situacij nepredvidljivih, pa pride mogoče bolezni, pa ne vem kaj. In je težko čez vse to navigirati. Ampak ne vem, se mi zdi, da še vedno pač je ta neka svoboda in ta moč v tem, da sledimo svojemu telesu. Naš telo nam bo povedal, če smo nekje, ker ni najboljš, da smo. In mogoče močki tega na tak način nimajo tega privilegija, ženske pa imamo, ker nam v bistvu menstruacija oziroma naš celoten cikel sporoča to, nam skozi daje neke hinte, neke namige. Ja, tako si zdaj rekla, da je to privilegij, in tudi tako si prej rekla, če nam dela služba taki stres, da nam zato, da si ti sploh ugotoviš, mogoče pa je to zaradi službe, Mogoče pa me tu zanima, kako se recimo ti soočaš s stresom, pa kaj svetuješ ljudem glede stresa, če pa so v neki situaciji, ko pač je prisoten nek stres vsakodnevni, pa ni zdaj res isto katastrofalna služba, katastrofalna ne vem tašča, ampak je pač nek stres. Katastrofalna tašča. Sorry, vsi vemo, da pač tašče znajo biti katastrofalne, in da znajo biti tudi stres. Ampak Ampak kako bi rekla, da se probaš nekako soočati s stresom? Če imaš tu kak nasvetlej? Mislim, jaz tako, ne bom rekla, da sem popolna, pofejlam, imam kakšno obdobje, kad čist pofejlam po celi črti. Pač res. Ker sem tako, se pa znajdem življenju v vrtincu lupa, stresa in anksioznosti in sem tako, kako sem pa zdaj tle prestala, pa sam ne enkrat sem zdaj vem recept, kaj se zdaj vmes zgodila, veš, pač kje sem to spregledala, sam not me je vrgala, pač jaz tako mes iščem orodja, ki bi meni pač z mano rezonirala. V smislu pač hodim na psihoterapijo, imam eno ful fino psihoterapevtko, ki v bistvu še nekako tako kar malo neke somatske prakse združuje, pa ima ful pač tako pa neke postavitev stolov, pa je ful zanimivo, da nisem tako pač v glavi, ampak da se tudi s telesom dela. To mi je ful všeč. In v bistvu mi je čez proces psihoterapije sem jaz pri sebi zgradila sploh neko samozavest, ker pač moje prepričanje je bilo, da pač jaz ne bi smela obstajati, oziroma bi bilo bolj, da ne bi obstajala, zaradi tega, ker pač s tem nobenemu ne hodimo na poto, ali pa pač, veš, čist hotela biti pomanjšana, pač nevidna. In to je povzročilo to, da sem jaz dvomila v vse, kar se meni dogaja. Veš, ti bi lahko predstavljala takole kozarc, pa bi jaz toliko šla not v spiralo, da bi dvomila, si ti to res predstavlja kozarc, a si jaz zdaj to sam domišljam. Mislim, domišljam, ne v smislu, da bila kaj pač motena, ampak tako, a veš, sem ful dvomila v svoje čustva, kaj čutam. Sem ful dvomila sploh v svoj obstoj, Bilo je moje prepričanje, da je moj obstoj pač sam napačen. In pač meni je psihoterapija te pač ogromno dala. Pa sem tudi dosti začela takrat, mi je en še tak en ključek do tega dal, da sem začela hoditi na si že slišala 5 ritmov, plesi, pa svobodni plesi, pa tako. Sem že slišala, ja. Veš, to je bilo takrat, sem bila študentka, so bili v bistvu tako, da pač prideš, imaš 2 ure pač glasbo in te pač lepo popelje in pač ti plešaš tam. In na začetku, ko prideš, a veš, kaj ti je naroden, pa mogoče ne znaš plesati. Tako, in pa vidiš ene ljudi, ki so tako res malo čudni, pa se nekaj čudno gibajo, ampak nobenemu ni mar. In pa pač še ti sprobaš, in pa se začneš igrati. In pa pač, si pustiš v bistvu izrazati svojemu telesu, da nisi skozi uptight. In v bistvu meni je pa ta ples pač ful pomagal,
Ponavadi sem, kjerkoli sem, na koncertih, pa to najbolj plešem tam, če se le da, če imam le prostor, pa bi človek domislil, si kaj spila, nič nisem spila, pač glasba mi je tako všeč, pa pustim si telesu, čisto vsem, kaj si kdorkoli mislil o meni. A razumeš? To mi je, na primer, te plesi so mi ful dal, da mi je postalo vsem, kaj si nekdo drug misel, kako plešem. Pa sem en čas tudi hodila na TRE, to je Trauma Releasing Exercises, če si mogoče zaslišala. To ni isto, kot oni nekaj. Ne, a tisti Ko je za... pikica, pa gre od ene na druge. Ne. To je v bistvu, ti delaš kot da bi v bistvu si predstavljali neke vaje, neke počep ali pa nekaj tako. Delala sem do določene meje, imaš en sklop teh vaj, ker v bistvu ti spodbudiš, da se potem telo začne kar nekontrolirano trest. Da sprostiš to napetost. Pač njihova teorija v ozadju je, da v bistvu vsaka mogoče kakšna travma ali pa traumatična izkušnja, če gleda, pač tudi to sem si jaz tako zapomnila, tako mi ona predstavlja. Če gledamo, na primer, ne vem, srno, ko se nekaj ustraši, se pa stresa in gre naprej. Mi pa smo bili dostikrat naučeni, če se kaj naredi, ne jokati, bodi pri miru, ne smeš, kada ne daš to. In pa, ker ti ne sproštiš te napetosti, je potem imaš razne psihoterapeute, ki pravijo to teorijo, da pač your body keeps the score, imaš tudi knjigo s tem naslovom, pa pač razne terapeuta, in pač to TRE pa pač spodbuja glih to, da ti skozi določene vaje sprostiš neko mogoče je kakšen zaklenjen občutek v telesu. To sem en čas delala. Lahko prej dalje? Ja. Deliš svojo izkušnjo tega, to me zdaj ful zanima. Ja. Ko si recimo šla zdaj, ne rabiš, če ne želiš govoriti o čem, kaj je bila tvoja glavna težava, ampak recimo, kjer vaje si delala, kako si se ti je bilo te šokiralo, ko si se začela. Smešen mi je bilo valjda, pa čisto mi je bilo čuden. Tako malo je tako težko verjeti, da se kar začneš stres. Res je tako, pa veš, meni je bilo tako malo čuden, pa tako pač, ko sem zdaj sem tle čudak. A veš, tako mi je bilo, itak se ti to vklopi v glave, Ampak pač itak to greš, pač če sem šla k takajni ženski, imela pač tak prostor in pač sem bila tudi tako, vprašanje, če to dela, kaj se kar začne trest. Ampak pa res eno, veš, to, da bi ti tuk mišico ne preveč osterala, pa ne premalo, ampak glih tudi, da se tresel. Pa kdaj jaz, ko sem videla po dolgem času, ko sem začela v hribe hoditi, ko so se mi pol noge tresle. Pač na podoben način, ko se tebi kar nekontrolirano pač tresejo, pač noge ali pa mišice ali pa karkoli, mislim. Ampak ni pa tak fizični napor, da bi se od fizičnega, je dejansko mentalno. Ne, v bistvu so take sklop vaj so. Ni zdaj, da bi se ti ful namatrala, da bi šla zdaj cel trening narediti, je tako pač neka serija 10 vaj, recimo, ne vem točen, sem že malo pozabila, ki te v bistvu podbudijo glih to, da se pač začneš. Neke poze imaš, neke položaje imaš, neke vaje tako delaš, da bi, ne vem, na prsta takole, pa to 5krat narediš, pa tako en semi počep narediš, pa tako. Različne take v bistvu fizične vaje, jih narediš. Pa se vmes kaj pogovarjaš? Ja, ona itak te vodi čez to. Itak te vodi čez to. Tako da pa tudi, ko hočeš, da se umiri, a veš, da imaš dosti, da se tako mogoče kar malo strašiš tega tresenja, narediš eno drugo kontrapozo, zato da se umiriš, tako. Ne vem ful o tem, pa sam, jaz, ko sem šla, mi je bilo pač ful zanimivo, Pa sem pa to še nekaj cajtov. Porabila je pa res, da si pa kar malo trujen, pa greš tako ponavadi kar pančat, hitar potem. Ja, se mi zdi, terapija je utrujajoča, ekstremno. Ja. Še posebej, če kaj še gibaš zraven. Ja. Tako da to, pa sem tudi nekaj časa še tapkala. To? Ja, to pa tapkaš, pa pač odvisno, kje, odvisno. To sicer nisem tukaj pol redno delala, sem mogoče sam, kadar sem bila anksiozna, mi je ful pasal tlele se tapkat, pa takole pa sem se pač pomirila. Take stvari, jaz vedno, milijon takih orodij je, veš. Eni pa pomaga to, da gre pač laufat. Moraš ugotoviti, kaj ti ustreza. Pač meni so te stvari pač dosti pomagale. Zdaj pa tako, zdaj sem pa spet v obdobju, ko spet iščem mogoče kakšno novo orodje. A veš, da zdaj ful delam na tem notranjem kritiku, kot smotana, ampak pač res je tako, ful je zanimiv, ker pač res lahko noter prepleten s tvojo identiteto, ta notranji kritik in ga sploh ne prepoznaš kot
notranjega kritika in pač to ful zdaj s terapeutko še delava zdaj že nekaj mesecev, no, da ga probava ujeti na delu. Zdaj ne vem, če je primerno ali ne, ampak glih včeraj sem gledala en video in je v bistvu bilo se, vemo, da imamo emocionalno inteligenco, pač inteligenco, ne, in je ravno bil en video na temo, da je ljudem z emocionalno inteligenco toliko težje, zato ker ti hitro zamešaš overthinkanje s tem, da pač samo paziš vsak detajl, ne, in da potem se v vsakem detajlu ujameš in da začneš pač v vsakem detajlu razmišljati na 100 načinov, ne, da pač, ker verjetno poznaš kakega človeka, ki je ekstremno inteligenten, ki je tak genij, ampak njegova emocionalna inteligenca pa je tak, je tu, ampak se sploh ne vidi skoraj, ne. In pol si tak, kako je lahko temu človeku tak vse eno za tak neke stvari. In pol vedno bolj, ko tak neke vsebine gledaš, si tak, okej, makes sense, mogoče ni nič, ne. Pa ne, da zdaj jaz govorim, da sem zdaj ne vem kak emocionalno inteligentna, ampak pač bi pa rekla, da imam neko normalno mero te inteligence, ne. In tudi tako si rekla, ko zaznaš nekaj v sebi in pol imaš kar neke notranje boje in si samo tak, kaj zdaj s tem? Tako da ne vem, jaz bi tudi rekla, da je terapija ful super. Pa tudi, ful fino. Sam je fino, da najdeš ta pravega, ne? Tako, da najdeš nekoga, ki ti ustreza, mogoče malo sprobaš. Tako. Pa tudi po mojem to, da če najdeš nekoga, ko si nisi čist, ko se ne pokonektaš energetsko, ne? Ker tako se ti, dam primer, si v srednji šoli, tako se ti ne moreš tam za vsemi 20 ali pa 30 sošolci pokonektati, tako se tudi ne moreš s vsakim terapeutom, ne. Pa lahko, ne vem, zdaj mi ti rečeš, pa 10 drugih, on je super, ali pa ona meni pa mogoče ne bo, ne. In da tudi pol ne obupajo, ne, pa pač iščejo dalje, tudi če to pomeni, da morajo 2, 3, 4 najti, ne, ki jim ustrezajo. Bi še dodala tukaj? Ne. Ok. Pa me zanima to, si rekla, da so ti torej potem dali simptomatiko oziroma bolezen PCOS. Zdaj to je torej sindrom policističnih jajčnikov, pa imaš ti dejansko policistične jajčnike, torej imaš kakšne ciste? Imam ciste, ja. Ti imaš lahko pa tudi sam ciste prisotne, pa ni nujno, da imaš sindrom policističnih jajčnikov. Ok, torej ciste so v bistvu ciste, sindrom pa je še potem, da še zraven pridejo neke druge stvari. Tako, v bistvu to je metabolna, ne, se pravi metabolna prebava, ne, endokrina, se pravi hormonska kompleksna mal situacija, ne. Ker pač ti imaš lahko ciste prisotne, pa ni nujno, da imaš sindrom policističnih jajčnikov, ne. V bistvu so ti so take, lahko si predstavljaš, da ne, vsakič, ko so jajčniki hotel ovulirati, pa pač ni prišlo do ovulacije in pa se pač neke ciste take naredijo iz tega, ne. Torej, če imaš ti, recimo, če imaš ti ciste, imaš pač ti, ne vem, recimo 2 cisti, ki se da odstraniti. Pri policističnih, pri sindromu pa se ti konstantno delajo nove. Ja, zdaj, kakor sem razbrala, pač oziroma pač ni zdaj tako, jaz vedno drugače ginekologa probam vprašati, koliko jih je zdaj teh cista, ne, pa mi nikoli ne znajo povedati, ker bi rada vedela, a se jih je kaj zmanjšalo, ali jih isto stane, ali pač, ne, kaj to je, ne. Zdaj to ne pomeni, da, čeprav sem mene rekla, da pač ti ne moreš zanositi s temo, ne, pa da si neplodna, pač jaz danes ovuliram redno, ne, tako da pač, če hočem zanositi, vem, da bom lahko zanosila, a ne. Tako da pač marsikaj se pač da narediti, je pa res, da odvisno, tako sva se že prepogovarjali, odvisno pač kakšen življenjski slog boš izbrala, ne. In kako si ti potem spremenila svoj življenjski slog? Zdaj, kako si spremenila življenjski slog, pa ti si takrat vedela pri sebi, razen tega, da si imela pač zelo dolgo krvavitev, si čutila kakšne druge znake, recimo, ko se pogovarjala z neko kolegico, ki pa nima tega sindroma, recimo tvoje počutje, pa njeno počutje, recimo, ne. Saj spet zdaj, vem, da zdaj, če vprašaš 3 različne, je različno, ampak če lahko tu predstaviš kakšne razlike. Se pravi, ena stvar je, ker se mi zdi, da pri PCOS je dosti pogosta, je depresija. Ker v bistvu, ne, s tem, ko ti ovuliraš, ko se tebi estradiol proizvaja, so folikularno tekočino, se tebi tudi proizvaja serotonin, pa tudi dopamin, a ne. Kar pomeni, da imaš ti nekega tega notranji drive tudi, a ne. In zdaj, veš, imaš to željo mogoče, ali po povezovanju, ali pa po nekem cilju, ali pa malo kreative, ali pa ne neki.
če tega ni dlje časa, pa se te nivoji upadajo, kar pomeni, da ti naravno ne proizvajaš tega. A ne? Zdaj seveda imaš pa različne, ki pravijo, da je to samo v črevesju, da ni to več samo v možganih, kot so včasih pač mislili, verjetno vse po malem, a ne, ni samo ena stvar. A ne? Ampak je pa zelo pogosto to, da ženske s PCOS se srečujejo z neko depresijo, pa mogoče v bistvu sploh ne vejo, da se z njo srečujejo. Aha, sam mislijo pač, taka sem jaz. Taka sem, pa v bistvu mogoče pa lahko pride ful to obsojanje, mislim, obsojanje, sej pri meni je prišlo ful to obsojanje, ker je sama pač res kronično nekaj utrujena. Lahko sem spala po 10 ur, pa se kar nisem naspala. A pa sem 8 ur spala, pa se nisem naspala. A pa sem 6 ur spala, pa se nisem naspala. Pač tako, a veš, in sem se v bistvu, jaz vedno tako pišem, ker če bi smela si 10% tukaj energije, kakor ima ena druga, jaz bi tudi lahko v življenju že marsikaj zgradila. Tako mi pa vedno svalil. Pač svalil mi energijo, ne glede na to, koliko sem se trudila. In v bistvu, pa ko padeš v neko to, se ti moraš ful truditi, sam da prideš na neko nulo. Zatem, ko eni z nule začnejo. Tako. Okay. A ne? In ti v bistvu že ful energije porabiš samo za to, da prideš do nule. Da ti poskrbiš se za svoje telo, ker drugače je lahko hiter začaran krog, da pozabiš skrbeti za svoje telo, ne? In pa še imaš manj možnosti do ovulacije, a ne? In je res treba pač skrbeti za svoje telo. To tudi terja svojo energijo. Tako da jaz, kar je bilo v spredju, kar pač opažam, tudi tiste cikle, ki ne ovuliram, se ta depresija zelo hitro takole priklade. Zelo hitro. In ja, to ali pa mogoče tudi anksioznost, ta pretirana pretirana pač, neka pač ta anksioznost, a ne? Pa ja, tudi se nekaj slabo počutje, ne moreš se naspati nikakor, mogoče s tem tudi prije pa malo nižja samozavest, tako no. Ful odvisno od ženske do ženske, pa mogoče tudi odvisno od tipa PCOS-ja. Kakšne tipe pa imamo, če lahko malo približaš? Se pravi, imaš inzulinski, okay. To, da res moraš skrbeti za nivo inzulina, pač krvnega sladkorja, adrenalnega imaš, pa imaš vnetni PCOS, pa po jemanju hormonske kontracepcije. Imaš tudi lahko pač PCOS, post-pill PCOS se reče. Torej se ti prav lahko pojavi zaradi tega, ker si jemal kontracepcijo? Ja. Okay. Se pravi, pač eden je ta, da imaš težave z inzulinom, eden je, da imaš povišene mogoče nivoje testosterona, kar ponovadi reče, imaš poraščenost, pač pretirana poraščenost mogoče. To pa sem videla eno skozi vidim žensko na TikToku, ko je ful tu. Ja. In potem pišejo v komentarjih, zakaj ne uporabiš tega, ko se veš zavedal, da to je konstantno v tvojem telesu. Tako. In je bilo to konstantno hormoni, ne glede na to ni problem korenina dlake, če skozi nastaja. Ne? Tako je, pač problem je v zadnji v hormonih. Hormoni so posod po našem telesu, pač so prenašalci informacij, pač in vplivajo na vse sisteme v telesu, ne samo pač na ovulacijo. Se pravi, imaš eno, pa imaš vnetni, se pravi tako, da sem mogoče bolj občutljiva, oziroma imaš bolj v ospredju neke vnetne procese, pač moraš ful bolj paziti. Spet, prav vseh moraš paziti, kaj ješ. No? Lahko se tudi ful prepleta med sabo. Ja. A veš, za PCOS mislim, da je pečena je Anja Kikl, zelo strokovnjakinja na tem področju v Sloveniji za PCOS. Ima ful enih informacij okoli tega, tako da tiste, ki pač mogoče iščejo, se lahko tudi na njo obrnejo. Ali pa gleda mogoče naslednja gostja. Ja. Pač tako, res je podkovana iz tega vidika za PCOS. Vem, da je tako ful stvari preštudirala. No. Jaz pač, kar vem od PCOS, je nekaj, kar sem se izobraževala, ampak večinoma črpam iz svoje lastne izkušnje, pa iz, ko sem delala pač z ženskami, ko sem tudi videla, da imajo PCOS. Če ti ni prav osebno, katero obliko pa imaš ti, ali se ti prepleta? Ne vem. Okay. Jaz mislim, da imam malo kombinacijo obojega. Mislim, eno je, da imam povišene nivoje testosterona iz vidika poraščenosti, ne preveč, se pravi te nekih androgenih hormonov. Pa
sumem na ta inzulinski, zaradi tega, ker jaz, če pač ne pojem, če izpustim obroke, se lahko začnem tresti. Padeš hipo. Ja, ne, sem takole roke okej. začne tresti. Ker tudi pri PCOS je doskrat ženske, naprimer, potem, ko ne vem, pri 50-ih dobijo diabetes tipa 2, je pač bil predtem PCOS spregledan lahko, ne. To, no. Tako da moraš davati še toliko bolj poudarka. Ja. Na to, da res sploh ne redno vem, ješ, če ti ne. pri ginekologu razdelijo, no. Pač ti imaš lahko, pač v bistvu ti imaš, jaz imam tako eno checklisto, za vsak tip PCOS-ja, pač pa vidiš, kateri simptomi so pri vsakmu malo bolj pogosti, ampak tudi se nekaj lahko se prepleta. Pa ful je odvisno od ženske do ženske, se lahko čisto na drug način pokaže. Ene imajo mogoče tak nek subtilen PCOS, pa sploh ne bojo imele ne poraščenost, ne nekih težav, ne vem, z aknami ali pa neki, ne. Pa bojo še vedno imele sindrom policističnih jajčnikov, ne. So pa torej vedno skupne te ciste. Na tak način se to prepozna. Ja, mislim, pri nas uporabljajo rotterdamski kriterij, ki pravi, da imaš ali 8 ovulacij ali manj na leto. Potem, da imaš povišene androgene, se pravi v smislu testosteron, da imaš povišene nivoje tega, pa da se pravi so ciste na ultrazvoku prisotne. In 2 od 3 mora biti izpolnjeni. Je pa res, da mogoče je glih tudi to kakšna napada znotraj tega kriterija, ne. Pa se pa mogoče fino še pogledati, kakšen antimillerjev hormon, luteinizirajoči hormon oziroma razmerje folikulostimulirujočega hormona v luteinizirajočem hormonu. Tako, pač da še neko hormonsko sliko se naredi, ne samo enkrat v ciklu, ampak večkrat, zato da se dobi neka celostna slika, ne. Pa pač ja, jaz vedno pravim, če si spremljamo telesne znake, imamo še ene par podatkov več, ne. Glede torej preverjanja hormonov, se ti spomniš takrat, če si takrat pogosto recimo preverjala tudi hormone, oziroma kak je sploh bilo glede tega, glede na to, da si rekla, da ti je že doktor tako nizkotno zabil, je takrat bilo, to si rekla, da je bilo nekaj 10 let nazaj, popularno oziroma tak na dlani, kot je danes, da si greš preveriti hormone ali ne? Takrat v bistvu mi ni bilo to tako opcije. Sem pa šla zaradi tega, ker sem šla na reproduktivno kliniko, sem jih tam itak preverjala. Ampak sem jih samo enkrat. Jaz takrat še nisem vedela, da bilo fino, da stežim, da mi se 2-krat, 3-krat preverijo, ne. Na cikel. Na cikel, ja. Zato da dobiš res neko sliko. Pač, Ker so itak vsak dan skoraj drugačni. Ja, točno to, vsak dan se spreminja, pa še fino glede na cikel, kjer je dan cikla si in si ovulirala ali ne, da se je pač približno pač lahko neko sliko. Ker pač se mi zdi največji problem je glih to, ker prideš ginekologu, reče, izvidi so BP, vse je BP, ampak ti imaš še vedno ful močne menstrualne krče. Ali pa ne moreš zanositi. Ja, kaj je pa fora, ne? Tako da pač res je fino pa malo več težiti, pa malo večkrat. Pač moraš biti res nekak advokat za svoje zdravje, no. Pa ti si zdaj tudi recimo si recimo vsak dan meriš temperaturo ali kako si te stvari beležiš? Tako, v času menstruacije si ponovadi ne, ker mi pač ne paše. Drugače pa ja, zdaj če vidim kakšen cikel, da pač ne bo ovulacije, pa da vidim, da je ful cikcakasta krivulja, pa za 2-3 dni kar pustim, pa si pa spet začnem spremljati, da vidim, če se kaj že stabilizira ali tako. Slusi tak vsak dan opazujem. Tako da ja, v bistvu tako pol enkrat, ko se naučiš te metode, ti v dnevu vzame maybe 5 minut, če vse skupaj seštejemo. Ne? Ja. Tako da v bistvu ni zdaj to ful časovne investicije. Pa sam na začetku se moraš pravilno naučiti, no. Ne, saj da realno mogoče se lahko slišijo, vsak dan to delaš, ne, ampak zdaj jaz tudi, ko ne vem, zapisujem neke stvari, kot so počutje, energija, koraki, kardio, off-obroki, kolikrat dan grem na veliko potrebo, bi tudi nekdo mislil, tudi vzame 3 ure, ne, vzame mi 3 minute. Da pa sam tiste stvari obklukaš, da si se zbudil, koliko imaš kilo, ono tisto in je to. Ne, in koliko časa si spal in ti res ne vzame toliko časa, veš pa o sebi ful, ne. In ja, to dansko, ko smo že danes dosikrat poudarili, pa se mi zdi, da vedno je treba, pač da enostavno skrbiš zase, ne. Da pač ne gre žal na drug način, kot da pač poskrbiš, da imaš 3 do 6 rednih obrokov na dan, pa še boljše 4 do 5, da se pač gibaš, valjda kak ti ustreza, ne. Zdaj pa eno stvar,
bom rekla, mogoče se ne boš strinjala, kar ful spoštujem, boš povedala, zakaj ne, ali pa ja. Ampak jaz recimo se ne strinjam s tem, ko nekdo reče, da moraš ti prilagoditi svoj trening glede na menstruacijo oziroma glede na cikel. Bom razložila. Definitivno ne pravim, da če ženska doma bruha, če se slabo počuti, da mora iti trenirati. Tudi ne pravim, da če ti opaziš v fitnessu, da ne moreš delati primer shoulder pressa za 8 kg, ker ne moreš narediti ponovitev, da ne smeš znižati. Pravim pa, da zakaj bi ti rekel, moram delati danes trening, ki bi ga delala 3 leta nazaj, če zmorem več, če lahko enostavno greš, probaš in poslušaš svoje telo in pač vidiš, če si dejansko šibkejša ali ne. In tudi recimo jaz vedno rečem svojim puncam, pač svojim strankam, nekdo misli, da imam več punc, svojim strankam, lahko se zgodi, pred menstruacijo smo, antimenstruacijo si, če boš ugotovila, daj vse od sebe, če boš pa ugotovila, da ne moreš, pa se ne sekirati, ker veš, zakaj ne moreš. Tako da to je moje mnenje, zdaj pa mi podaj feedback. Absolutno, super. Se podpišem. Podpišem, ker se mi zdi, da pač ena izmed stvari, jaz sem sicer vesela, da se veliko o cikličnosti govori, pa se veš še dalje več. Spet smo spravili vse v en klub. Spet smo v bistvu dali neke stereotipe, predpisali cikličnosti, neke trende, ki v bistvu sam zavajanje na nek način. Pač ja, se čist strinjam s tabo. Ne rečem to, da enim bo, če imajo menstrualne krče, pa spet to, da imaš ti hude menstrualne krče, to je nujno potrebna pozornost. Sploh, če so vsak mesec, pa da je več kot en dan, pa da ti moraš tablete vzeti. Pa da bruhaš to, absolutno, ker zelo velikokrat je spregledana endometrioza. Endometrioza včasih rabi 8 do 10 let, da je diagnosticirajo. Endometrioza je pa, ko ti tkiva raste znotraj ali zunaj? Lahko je endometrioza v bistvu, čeprav reče, da je ginekološki problem, ki lahko se ti tudi na možganih pojavi. Se pravi, eno je, da pač ženske z endometriozo so velikokrat spregledane. In zdaj se voda, pa če imaš ti neko tako, pač je fino raziskati. Zdaj, kar se pa tiče vadbe, sem pa jaz tudi tako. Ne gre se za to, da se ti pa forsiraš, tako kot si ti rekla. Pa če ti ne bo ratalo tisti dan, pa da boš malo manj, pač it's ok, da si ljubeča pa sočutna do sebe. Da ne, da greš dodatno ful pušati svoje telo. Pač malo testiraš, kje je tvoje meje. Kdaj mogoče bojo kakšne ženske rabile, da malo pušajo, kdaj bojo pa rabile, da malo popustijo. Je ful odvisno od ženske do ženske, oziroma pač od osebe do osebe. Jaz tudi vem, ker sem trenirala, to je bilo še pred korona pole dance, ker sem se hotela ojačati tako roke, ker pač če so live, nisem mogla 5 sklec narediti, in zdaj neka, da grem jaz to, da jaz probam pač se natrenirati. In sem ful videla, da kdaj pač pred menstruacijo sem tako zaspana, pač komi sem se spravila na trening, pač ful sem imela manj te impulzivnosti, a veš, noter, da se dviga, vse ful tako se mi zdelo, da je hujša gravitacija, kar naenkrat, razumeš, pač ful mi je bilo težje, Ampak pa tiste dneve, ko pa pač sem bila do ovulacije, pač vse ta folikularna faza, pač tam po menstruaciji, ko se že dobiš ta val energije, pa vse, je pa ta impulzivnost bila noter, sem bila, kako lahkotno sem zdaj gorjast na tisti, tako da pač sem tudi pač sem bila pa sama bolj sočutna do sebe, pa malo bolj ljubeča, kakšen trening je šlo, kakšen trening je pa pač malo manj, Tudi mislim, da zdaj nedolgo tega nazaj so prišle tudi študije ven, da ne kažejo razlike v grajenju mišične mase, če ti ciklično treniraš, oziroma če ti ciklično treniraš, v bistvu ti lahko še nazaduje tvoj napredek, Zdaj odvisno, a si ti profesionalna športnica ali tako, pač imamo tudi drug sklop problemov, kjer profesionalne športnice zgubijo mogoče celo menstruacijo, tako da... Ja, kar pogosto. Tako da pač tako po kmečki pameti bi jaz rekla. Ja, vse to, ker jaz sem res ful pristaš tega, dajmo to, dajmo tisto, dajmo se poslušati, dajmo biti povezani s svojo spiritualnostjo, ampak da pa se zdaj to mi je pa prav, pa se ne gre na živce, ko pa se vsaka stvar vzame in se ima za sveto in se čisto pozabi to. Pač meni je vse eno, kaj je rekla Marjanca, ki ima 10 certifikatov, kako se ti počutiš, veš, tako ti mi povej, kako se počutiš, tako, v redu, je to živilo super, če
se ti počutiš, če tebi to ni dobro, ali pa če se počutiš tako po njemu, zakaj bi, ne? Veš, to je, ne, in tako si rekla, da se tudi razumeš, pa da si prijazna sama do sebe, ne? Pa me zanima, iz vidika športa, ne? Kaj trenutno počneš, da ohranjaš neko vitalnost? Tako, mislim, sem imela tudi eno operacijo 2 leti nazaj, tako da sem rabila 1 leto pač fizičnega okrevanja in sem se ful malo premikala v bistvu, zato ker sem res rabila počasi. Tako da zdaj v zadnjem letu v bistvu zelo veliko v hribe hodim, pač to je meni mučenje na nek način, pač iti gor v tisti hrib, pa ga šponat. Po drugi strani mi pa ful veselje, kad pridem gor. Jaz sem to ena uniha, veš, ko grem s partnerjem, pa on hod pred mano izpod zadnji jamram, kam me že on snema, veš, pa tisto. To ja, tako nekak. Pa pridem gor, pa sem, pa se je lepo. Še poješ kaj dobrega. Ja, valjda. Mislim, moj plan je večino časa, če na vrhu gor hrib ni za jesti, pač me ne dobiš tam. Mora biti nekje, da je za jesti, ker pač je dobro za jesti. Tako da to, pa zjutraj tako ponavadi malo joge naredim, malo tega, da pa kakšne vaje, tako. Ne treniram pa nekih, vem, da bi bilo ful fino, drugače se probam, pa zdaj že par mesecev se tako notranje motiviram, da bi šla nekaj, zaradi tega, ker bi želela mogoče delati kakšne vaje z utežmi, pa bi rada imela pač enega tako, da me vodi čez to, da tudi pravilno. Tako da zdaj nabiram pogum, da bom tudi do tam prišla, ker vem, da bi bilo to pač dobro za celostno moje zdravje, sploh glede na to, ker sem imela operacijo, pa tako, da pač ojačam spet nazaj telo. Tako da to, ta korak me še čaka. I believe in you, imaš to. Pa če zdaj greva dansko, na to si rekla operacijo, ne? Torej imela si eno kar traumatično izkušnjo v življenju. Verjamem, da več, ampak ta je bila kar traumatična, ne? In sicer rak. Ne? Če sem prav sedela na ledvici. V ledvici? Na ledvici, ja. Ok. Pa daj me v bistvu peli kar na ta proces. Kako si sploh ugotovila, da imaš raka? Tako, ne vem, če sem čisto redi za o tem tako govoriti, ampak mogoče malo skrajšam zgodbo. Glej, čist tak, koliko boš pripravljena. In je to ne, to. mislim, tako bolj iz vidika, ker pač raj sem asociirana s menstrualnim ciklom, pa tako, ker z neko tako izkušnjo. Ne želim, da bi me to v popolnosti definiralo, tako bom rekla. No. Bom jaz rekla tako, da imaš zelo poučen, zelo lepo dodelan profil in jaz mislim, da je to samo ena izmed izkušenj, ki se ti je zgodila, ne nekaj, kar te definira. In res super delaš, tako da pojdite si pogledati njen profil, spodaj bo vse linkano, ker res super dela. Evo, ti pustim besedo. Hvala. Z veseljem. Ja, se pravi, jaz sem imela, mislim, drugače je to tako mindfuck, no. Sam to bom rekla, ker pač kdaj se mi tako pomislim, pa tako, kva se je to gled, kaj anglič je tole zdaj bilo, veš, pa kar preskočila, kar 3 leta so mi kar šla, ne. V bistvu pri meni se je začelo tako, da sem imela neznosne bolečine v ledvici. Pač enkrat sem šla na sprehod s prijateljico in 100 metrov sem sam prehodila in pač nisem koraka več mogla narediti. Jaz sem komi prelezla nazaj domov v 4. štuk po unih stopnicah. In v bistvu takrat še nisem hotela iti jaz zdravniku, pa sem klicala, a je to svakinja od mojega brata? Joj, to zaprošaš na bočno osebo. Ja, no, jaz sem tak slovak s temi izrazi, pa vem, kdo je tašča. No, rečemo sister-in-law, no? Okay. To v angleščini svakinja. Svakinja, ne? Daj me reči, da je svakinja. Če pa ne, pa naj komentirajo. Ja, pa sem njo klicala, rekla, pejdi takoj na urgenco. No, jaz tako, ok. In sem šla pač potem na urgenco in itak seveda najprej, da so kamni, da je pesek in pa sem mi dala čaj in jaz čaj pijem in nič ni bilo boljš in bolečina nič ni popustila. In je to pa nekaj časa trajalo. Takrat živela sem v Kranju, imela sem pa še osebno zdravnico v Brežicah, ker mi smo se ful selili, pač jaz sem tako fulkrat v življenju selila in pač sem tam imela še kar osebno zdravnice. In sem pa mogla iti v Brežice. Sem šla tam na urgenco in najprej me je tam, ki je bil en kirurg, ukregal, kaj zdaj tam sploh delam. Pač, da me sam križ mogoče ne boli, če sem prepričana, da me ledvica boli, pa jaz tako pač, ja, tlele me boli, ne v križu.
Tako da pa sem šla na ta, v bistvu sem tam čakala, pa imela ultrazvok, mislim, da najprej, pa so me kar dali na urgentni CT sken. In se spomnim, da v bistvu, ko sem tako ležala in je bil pač ka gleda, ne, pa še sestra in on tako gleda in pogleda na ekran in jaz ga gledam v oči in nekaj se mu je spremenil v očeh. In jaz mu sem vedela, raka imam. Pač, ko mene samo notranjo vedenje, pa ne panika, pač, ko kdaj tudi še težko prepoznam, kaj je res prava intuicija, kdaj pa veš, ne. Nekako sem pač vedela. In pa letak to traja 1 leto, da sem jaz dobila diagnozo. 1 leto. Skoraj 1 leto, da so meni čisto potrdili, da je to bilo res, da ni to vse samo v moji glavi. Potem je sledil sam čakanja na preiskave, teženje, kreganje, tega, da so mi rekli, gospa, ste pripričani, da vas jajčniki ne bolijo. Ker sem si mislila, te brcnem zdaj med nogam, pa te vprašam, a si pripričana, da ta roka ne boli, a ne? Mislim, a veš, kaj tako, a me hecate zdaj, a me vsi zdaj tlele hecate, vsi se obnašate, kaj da si izmišljujem, kaj da sem prišla vam težiti, da je 5 kavo z mano spita, veš. Tako da to nekaj časa v bistvu pol trajal. Najprej bil, da je nek angiomiom polip, neki, pa v bistvu sem aprila, to je bilo, začel se novembra 2022, pa sem v bistvu aprila 2023 dobila, a bilo to 2021? Jo, zdaj več ne vem. 2023, ja. Ja. Sorry, imam blur Če boš se spomnila pol, pa bomo magari na ekran zapisali, da kaj drugega. No, v glavnem, pa sem dobila sam po pošti domov diagnozo, sum, rak, stopnja 2, nekaj pač tam bosnijak, bla, 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 tipa 2, da verjetno bom rabila operacijo. Jaz tako berem, malo so te latinske besede, tako malo zvenijo čuden, grem googlat, vidim rak. Kva? Kako je pa to možno, da se z mano noben ne pokliče? Ponavadi v filmih imaš tako, veš, da te pokliče zdravnik, pa reče, pridite na posvet, ne? Pa te usede dol, pa ti razloži, ne? Kako je pa to možno, da se z mano noben ne pokliče? Ponavadi v filmih imaš tako, veš, da te pokliče zdravnik, pa reče, pridite na posvet, ne? Pa te usede dol, pa ti razloži, ne? Kaj to je? In pa vidim, so 3 stopnje, pač 3. je pač najhujša, 2. je not great, not terrible, I guess, ne? Pač ne umreš, ampak ni pa glih najboljš, ne? Ampak tako je pa odvisno, pa tam sem brala, pač na tej UKC strani, pač se pravi, ne smeš googlati, sam pač meni noben ni nič povedal. Itak boš googlal. Itak googlaš, pač da iščeš odgovora, ne. Sem pa tam brala, kao, da imaš mogoče 5 let sam življenja, ne veš, mene se te informacije tako, ker noben mi ni povedal, kaj zdaj tega je res, kaj ne, in meni to se v glavo stalo, ne. In pa je v bistvu nekaj cajta sledil, ker je tako bilo nekako, da sem dvojno življenje živela, eno življenje je bilo, ker pač imam raka, pa pač sem itak bila skus v bolečinah, pa počutila sem se ful osamljeno, pa da ne moram nobenemu nič povedati, ker nimam pravice komu govoriti, da me je zdaj strah, zato ker ni tako hudo. Ok, čakaj, samo, torej, ti si v tistem steka, da si čakala zelo dolgo na sploh diagnozo, v tistem času si pa ti bila v bolečinah, pa si bila na kakih zdravilih, ali so ti... Ne, samo mogoče analgesine, pa analgine so mi predpisovali. Pa si normalno takrat še hodila v službo, ali si takrat že delala sama? Ne, takrat sem še hodila v službo, takrat sem tudi po 9 ur mogla delati in sem bila uničena. Aha, ok. Uničena. Nisem imela, če sem prišla domov, sem sam ležala. Če sem si zbrala energijo, da sem si skuhala, je bilo veliko. In potem, ko si ti dobila dansko pismo domov, torej, da imaš raka v nekih latinskih, si še mogla to sama prevajati, za me beseda. Ko si mogla to sama prevajati, si potem šla tja, so ti pol kaj povedali, so imeli kakšen pogovor s tabo? Niti ne, no. Fore, da tudi takrat moja osebna zdravnica, pa sem si vmes že najdla v Kranju, glih je nekam, pač pomašla na porodniško, ne vem kaj je bilo, sem imela skus nadomestne. Tako da so bile vsakič, sem mogla eno in isto govoriti in noben ni vedel, kaj se dogaja. In fore, da ti, kadar je tako, v bistvu, pač, ko imam prijateljico, ki je tudi zdravnica, reka pač, ja, ti kot zdravnik si ne upaš reči nekaj definitivno. In zato ti mogoče noben ni hotel karkoli povedati.
A veš, za mene je to, raj vidim, da si povej mi tvoj miselni proces, kaj je v ozadju. Lejte, gospa, lahko je to, lahko je pač res, ne? Veš, mene so sem na operacijo naročili. Biopsije, kaj pa je fora, zakaj me niso hoteli biopsije dati, ker ponavadi je postopek, pa da greš na onkološki oddelek, jaz nisem bila na onkološkem oddelku. Aha, torej sploh nisi bila. Sploh nisem bila do onkološkega oddelka, ker je čist druga zgodba. Čaki, biopsija je pa v bistvu, biopsija v bistvu ti vzamejo tkivo ven iz telesa, da ga pač preverijo, kakšno je. Zaprav, oni so imeli na podlagi vseh teh preiskav sum, da je pač rak tipa 2, nekaj stopnja 2. Okay. Tako da, a veš, mene je v bistvu celo to pot spremljalo vedno v sklepih verjetno le. In ta verjetno le pač je tako, ti zbudi, da nobenemu več ne zaupaš. Ne? Da verjetno si misliš, da si zbolj zavrstala, da si misliš pa pismo imam, ali ne, ali kaj zdaj bo kdo kaj naredil, ne, kaj lahko jutri umrem, ali ne. Točno to, pa živiš v bistvu glih to dvojno življenje, ne, v enem življenju je pač, da se je tako pa ne, sej ni to nič, ne, sej sem v redu, ne, po drugo življenje, pač jaz imam to zdala, ne, ampak pa si tako, pa dobiš, pa si dobro, se ne rabiš kemoterapije, pa tako, veš, ko imaš spet tudi neko predstavo, sej torej ti potem kemoterapije nisi potrebovala? Nisem rabila, ne. Okay. A veš, in pa vse te zadeve so pa meni ful vzbudile občutek, da nimam pravice o tem povedati, da nimam pravice deliti svojo zgodbo, zato, ker se ni tako hudo, ne. No, kakorkoli, pa v bistvu vmes je bilo tudi obdobje, ko smo mogli ful klicati, pač, da smo izvedeli približno datum operacije, ker sem pač rabila v službi več zamenjava, pa vse te zadeve, pač jaz pa nisem vedela, kdaj bo pač operacija. Ne? Anesteziologa sem že imela, so rekli 2 tedna po anesteziologu, tudi ten človek, ki te pripravi na operacijo. Pač nisem imela 2 tedna, pa smo še čakali, mislim, da to je bilo junija, julij, avgust, septembra sem pa imela. No? 2023. 2023, ja. Tako da v bistvu od novembra 2022 do septembra 2023 sem v tej nevednosti živela. Aha, torej zakaj pa niso oni naredili biopsije? Zato, ker je bilo 3 centimetre premera in tako je bilo, da niso vedeli, da če bi oni dali požokali v to tkivo, da se ne bi kaj razlilo, kakor sem jaz zastopila. Pač da ne bi, več niso vedeli, kakšno je to tkivo je, niso vedeli, kaj se bo zgodilo, če bojo vzeli. Pač, ko sem si jaz pol interpretirala. No. So pa spremljali sproti, da se to ni širilo ali bilo kaj, ne? Ja, mislim, itak ti, kada bi šel za MR scan, čakaš 3 mesece, tako da se ga imela vmes 2-krat mogoče, veš, ne, v tem času. To je plus jaz sem bila 29 let stara in je to, gospa, vi ste premlada, da bi imela raka na ledvici. Vi nas padate v to kategorijo, da bi imela raka na ledvici, ne? Tako da te še tle mal ven padeš iz sistema oziroma iz tega, ne? Pa je pa še to, da jaz vmes nisem imela v bistvu nobenega ležečega urologa, ko smo klicali, ker samo enkrat sem znorela nad sestram. Samo enkrat sem se histerično zadrla. Ker mi ni hotela dati unga urologa na telefon in sem se pač zdrla na njo. In je pa rekla, da bo, se nekaj pa gledajte, da bo res, drugače bom prišla osebno tam, ne. In pa me tisto urolog kliče in v bistvu jaz se gospa, jaz ne vodim vaš primer. Pa spet vprašam, kdo pa vodi moj primer? Pokličite tam v tisto ambulanto. Jaz pa tam so me smerili k vam, tako da tega je bilo veliko več klicarjenja. Nič vedla. Jaz mislila, da se nekaj zih, je tam moja kartoteka na enem kupčku, čaka in pač, ko bo nekdo prišel do tiste kartoteke, bom pa kaj več zvedla. Tako da ja, pa smo v bistvu se angažirali, da smo to še ful bolj klicali, da smo res težili vsak dan, da smo pa dobili predviden datum, pa sem pa imela operacijo, so pa 6 rezov mi čez trup naredili, pa v bistvu v celoti vzeli ven. Tudi preden sem šla na operacijo in sem vedela, da sem z ledvico zbudila ali ne. Tako da imam obe ledvice. Torej nisi vedela, če bo sploh mogli če bo slučajno mogli celo ledvico straniti. Tako, ja. In sem rekla, v redu, če bo cela ledvica, pač bom jaz. Samo eno, pa sem se zbudila in sem zvedela, da imam 2, pa sem se pohecala, no evo, zdaj pa lahko eno prodam. Ja, ali to ali ono, ne, tako da hvala Bogu. Ampak kaj so pa potem ugotovili, ko so to odstranili? Ja, da pač je bil rak.
Aha, ok. Da je bil ta sum potrjen, da je bil pač ta, ne vem, kako je Bosnijak, sem že pozabila, neki tipa 2, druge stopnje, tako da pač ja, to no. Pa sem v bistvu post-efekt sem dobila potrdilo, da ves ta cajt sem jaz vedela in imela prav, no. Čeprav so mi vsi govarjali, da pretiravam, pa mogoče. Ne. In če me zelo peleš danes, kako si imela operacijo, si ti bila tako, kaj pač nekaj mami bo odstranili, ali si bila tako, kaj jaz vem, da vam raka bo odstranili, kje si imela operacijo? Je tlele v Ljubljani na urološkem, drugače kirurg je bil edin v tem procesu, da je bil dejansko v redu. Tudi zelo, kakor sem pol brala, ker sem šla itak se pregooglati pa brati, če tako pa kakšne komentarje, ki probati poiskati, da je res v redu. Tako da pač ja, tista operacija je laparoskopska bila, kar je manj ti grejo za invazivna. tisto sondo? Ja, pa več teh nekih imaš tako kan pajek tam zgleda, veš, ne, v operacijski sobi. Pa pač 6 rezov so mi naredili čez strup in pač to. In pa so pač mi odstranili, pa sem kar 2 dni bila na intenzivni. So me mučili, da se vsak dan vstanem in sem vsak dan sam skapadala, ker pač v bistvu ti že pred operacijo 24 ur. Ja, 24 ur že pred operacijo, nič ne smeš jesti. Jaz, ki jem na vsake 2-3 ure, a me ti heca, že pred operacijo nisem smela jesti. 24 ur? 24 ur. In pa, ko je bila operacija, pa še tiste 2-3 dni nič nisem jedla, tako da 4 dni sem bila na infuziji, pač valjda sem skapadala. In če prvi obrok, ko sem ga dobila, je bil prav gaben, ko sem dobila tofuja, nisem pa hotela jesti še nekaj let, ne. Tofu v uni sluzasti, rjavi omaki s pire krompirjem. Pač ne moreš to prvi obrok dobiti po 4 dneh, da nisi nič jedel. A razumeš? Ko vse reka, da mi juhco neki, a razumeš? Ja, neki, ne? Tako da ja, pa sem v bistvu tam kar bila boga, no, tako pač fizično, pa sej sem, če bi vedela, kako te to boli, jaz sem pa vedela. Od takrat zdaj vem, da te akcijski filmi, ko nekdo koga zaštiha, pa gre on se naprej fajtati, to je totalen bullshit. V lifeu ti ne moreš tako le se malo fajtati naprej. To se zdi, da je tak čisto logično. Veš, tudi če je adrenalin dobro vredo, nekdo te vkrampne, dobro, ampak da te nekdo tam vleže v dvico, veš, pa? Je šansa, ja. Jaz ne vem, ko so to vikingi, ko so, a veš, ko so oni brutalno pač fajtali, kaj mi je to dogajalo. Tako da ja. Pa sem v bistvu dosti hitro šla dam, pa mami bila pri mene na 10 dni, si vzela to bolniško, da je skrbela zame, ker pač se nisem mogla ostati. Pa itek sem pred operacijo tega partnerja spoznala, pa me ta zaljubljenost malo po koncu držala. No. Aha, torej bi rekla, da je bil to en izmed razlogov, da si je tudi mentalno lahko sfirala. Ja, absolutno. Absolutno. Ker če ne bi bilo, bi po moje skočila ven iz 8. štuka, ker pač je bilo brez veze vse skupaj že. Tako da je ta zaljubljenost me kar držala po koncu. No. Pa si rekla, da si potem šla na terapijo, da si se počutila tako majhno, ne? Je bilo to v tistem času ali predtem, potem? To je bilo že predtem, no. Na terapijo sem začela že prej hoditi, no. Tako da ja, to je pol. Itak vmes pa sem tudi še hodila, ampak pa še zmer hodam, ampak ja. Pa bi rekla, da ti je zelo pomagalo to, da si predtem imela terapijo pri tej izkušnji? Ja. Zato, ker sem vedno znova dobila potrditev v smislu, da nisem jaz nora, da se to res dogaja. Pa si rekla, da te je ta zaljubljenost malo gor držala, ne? Si imela predtem že kakšne dolgoletne zveze? Sem, ja, 5 let, pa ni bila v redu zveza. Aha, ok. Ja. In kaj bi recimo rekla, da zdaj si omenila, da ste se selila, ne, zato sem te vprašala, ker če dajmo tako realno, ne, to, da veš se ti v tem bom pozorno izgovorila, pogovornem, začetnem stage-u. Ja. Stage-u v glavne se, izpoznavanju. In ima že nekdo pač neko težavo, ki mu hočeš ti priti nasproti, ne. To te po mojem kar utrdi neka taka izkušnja, ne. Zdaj, kaj bi rekla, da je bilo tisto, da si v tem partnerju videla, da je drugačnega, kot pač v tisti recimo zvezi prej? Ja.
Ful stvari drugače, tako ful stvari. Ampak če tako gledam, če sem bila pa vmes kar nekaj časa samska, 2-3 leta sem bila samska in sem pa začela na zmenke hoditi, pač Tinder, Bumble, tako naprej, zato ker pač sem imela enormen strah pred moškimi, pač tako varianta, jaz se bala iti po ulici sama, tudi če je bila srednjeva, ker sem imela pač tak strah pred moškimi, pač vsega sem se bala, ne. Se tudi pravi, ledvice je pač ta emocija straha, ne. Jaz sem se pač vsega bala in sem rekla, okay, da gremo pač začeti hoditi na zmenke, zato da premagam ta strah, da vidim, da pač niso vsi moški nevarni, ampak pač da sem okej, da pač preživim, ne, pa da se imam mogoče celo fino. Tako da v bistvu to je vmes še bilo. In pa preden sem šla na operacijo, sem šla tako ob Kokro, tam v Kranju, ki je pač lepa reka. In sem bila tako, malo sem se vno flirti počutila, veš. Jaz sem šla pa mogoče še na kakšen zmenek, zdaj preden grem na operacijo. In pač ja, in pa sva se nekako pomečala. Spomnim se, da sem hotela posvajpati v drugo stran, tako da ne vem, ena slikica me je prepričala, da sem posvajpala v to pravo smer. In pa sva tako... Ena slika, evo, to sliko si nekaj za profilno, da ja, reči. Ja, to, ja. In pač tako vprašala sem, spomnim se, da sem tako vprašala v bistvu kao neki od 1 do 10, koliko zabavno ti hoditi na dejte, v smislu 1 pač, na živce mi gre, ko mi čakam, da mine, 10 pač ful dobro, ful rad spoznava nove ljudi. In mi v bistvu pač odgovoril pač tako, dejansko si vzel cajt pa pač odgovoril, ne. In pa ok, v redu, in pač greva na zmenek. Jaz sicer sem bila itak skozi utrujena, pač, ne, in ti, če si z nekom na zmenku 2-3 ure, pač mene je tukaj bolela ledvica, pač sem vmes imela kakšne tako izdehljaje, ker sem ne mogla izdihati, pa pač veš, tako. Nekako je pa tematika prišla okoli služb, pa tega bla, 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 bla. Pa je prišla točka, da sem bila tako pišu, kam učem zdaj, ker varianta trauma dampant na to osebo, da pač imam raka in pač ali bo ostal, ali bo pa šel, ne? Kar, prvi zmenek. Ja, veš, prvi zmenek, ne? Ja, pač sem bila tako neizogibno je. Pač neizogibno je. Pač, amo danes povem, pa pač naslednjič. S tem, da pač sem tukaj utrujena, pa moram šparati svojo energijo, pač boš, da zdaj vem. A ne? In pač je nekako zelo lepo odreagiral, pač tako me je presenetil na kakšen način, ker mrsik to pač ni znal v tistem času, niti vedel, kaj bi rekel. Pač tako sem imela in dobila občutek, da mogoče ima malo več, kar sam neko površino, pač da ima tudi globino, a ne. Tako da ja, pa so se zmenki nadaljevali. Tako da ja. Pa v bistvu tudi zelo zanimivo, pač mi je tudi pa po operaciji, ker pa mami je bila 10 dni, a veš, kaj to, on pa je vršel na obisk. Mi dva še nisva uradno par, on pa že moja mami spoznala, veš, tako, jaz pa tam na pol naga, v bistvu eni pidžamici, halici, nepokretna pač, a veš, tako. Definitivno je pač neka druga preizkušnja ja, neka vez verjetno nastane, ne, ko pač vidiš, da, ko pravijo v dobrem in slabem, pač ti ponavadi slabega. Pal doživiš. Ja, če si ti zdaj najprej kaj imamo zdaj, talking stage, situationship, pol mogoče relationship po ne vem kolikih mestih že, zdaj nekaj, da pride nekaj slabega vmes je kar verjetno tvoja, ne. Kako ti je, bomo še šle malo pol na tom, pa kako ti je bil ta dating svet? Groza. Mislim, tako, pač se je bilo momenti, kdaj so bili momenti zabavni, sam pač je tako pač, res it's a numbers game, no, tako. Zmerzi moraš fulih poklikati, pač, kaj se pomeni, jaz sem pač provaljaš čim prej, da pridemo vse do telefonskega klica ali pa neki, pač pa začneš hiter sfiltrirati, kaj tako, ne, pač ne. Pa si imela vedno, kako si pa glede starosti? Si imela tak, si bila starejši in mlajši, so stari ja, tega vseeno? Ja, v bistvu sem starejša, od mojega leta gor, nikoli nisem manj. Oziroma, če sem bili pol tako, v redu bo. Pa zdaj tvoje starejši? Ali? Ja. Ok. Pa zato prvi že z nekom živiš skupaj? Ali sta prejšnjim partnerjem tudi živela? Ne, sem tudi že preživela skupino. In kaj bi rekla, da je tu, ko živiš z nekom skupaj, kakšne ovire bi rekla, da to prinese? Joj, kaj pa vem. Vsak par ima po moje svoje. Meni je pa čisto na začetku ful težko se navada, da je nekdo z mano v posli.
da spi pač nekdo, a ne. Sploh on pač smrči in to mi je bilo tako, jaz zdaj v lifeu več ne bom spala, ali kaj, a ne. Tako to mi je bilo ful težko se navaditi, ker sem se že navadila na ta svoj mir, na svoj prostor, pač tako. Rabila sem malo, da sem se navadila ga sprejeti v svoj prostor, no. Zdaj sem pa že tako navajena, da se pač skoraj da ne predstavljam, da bi bila pač spet brez njega, ne. Ampak ja, sej ne vem, kaj pa vem. Tako, način, da pri meni je to, da vsak pač, a veš, nekdo ima svoj režim, ne vem, pospravljanja, na primer, in pač to, da se pol uskladiš, ali pa, a veš, da sprejmeš ene stvari tako. Kakšne take banalne v bistvu stvari, no, na koncu, kakšne malenkosti, sicer na komu lahko te malenkosti pol ful se štejejo, pač odvisno, kaj se zmenaš, ne. Kako bi rekla, da si potem nekako ti v tem celotnem obdobju, ki je zdaj bil, in prej si že rekla, da si imela ta občutek majhnosti, pa pol si rekla, da si se tako počutila, veš, ko da nimaš pravice povedati, ne. Kako si zdaj mentalno glede tega? Si zdaj to predelala? Ja, mislim, se mi zdi, tako malo še po valovih prihaja malo za mano kdaj. Ker se mi zdi, da meni pa ful sem bila presenečena nekako sama nad sabo, ker sem v tem obdobju, ker sem se ful osamljeno počutila, v bistvu sem tako eno tako globoko hvaležnost čutila. Pač ne prisiljeno, ampak ta ena hvaležnost, ki je iz mene noter prišla, ki je pač sam bila in me je ful po koncu držala. Zgubila sem celoten, kaj smisel lifea, zgubila sem vse neke vere, verovanja, ki sem jih imela. Nekako zgubila sem tudi velik del identitete, kdo jaz sem bila. Pač vse se je porušalo. Vse. Tako da, ampak istočasno še zmer sem ostala jaz, pač neka srčica, jaz. In se zdi, da ta izkušnja z rakom mi pa v bistvu dala, zato ker sem tukrat v bolečinah, da sem bila tako, pa za koliko se jaz dajem za druge. Če meni ne paše biti v enem prostoru z določenimi ljudmi, ker sem pač jaz bolj senzitivna oseba, ker bolj čutim stvari, ker me lahko ful bolj zmotijo neke energije, se ful bolj jih čutim, razumeš oseb. Zakaj bi se silila, da sem v tistem prostoru? Jaz lahko kadarkoli se ostanem, pa grem, pa nobenemu nič nisem dolžna. Da ena stvar, ki sem se pač naučila, ker mogoče si kdo misli, da ima bolj kruto, ampak jaz nimam problema reči ne. Ali pa odkorakati stran. Tudi ne rabim razložiti, odvisno, kakšna prijateljica sva. Zdaj, če sva midva, če se prvič spoznamo nekje tako, pač pa da vidim, da, a veš, da se niso neki poštekale, pač tako, itak. Ne? Se veš, pač še zmer neke meje, ampak tako. Ne bom pa zdaj čist vsakmu šla ustrezati, no. Pa ugajati. Ampak kako je zanimivo, ne, da res je neka taka izkušnja potrebna, da pač nekako ugotovimo to, ne. In da je tisto... Pa se to vede, to se še zmeraj znova ugotavljam. Ja. Ni konca. Valjda, to je na koncu koncev, ne. Pa se spomniš, kaj je takrat bil tvoj največji strah? A veš, kaj je bil moj največji strah? To, da ne bom mogla knjige napisati do konca, to, da ne bom mogla delati ženskega cikla še naprej, pa se mi je ful shiftalo to, da ne bom mogla imeti otrok. Te dva strahova sta bila. To, da ne bom mogla svojega dela nadaljevati, pa to, da ne bom mogla imeti otrok. Ker predtem si nisem želela imeti ful otrok, pa ko je ta diagnoza prišla, mi je pa čisto vse obrnilo na glavo in sem bila tako, ne, jaz ko bom zdrava, ko bom v redu, jaz hočem imeti otroka. Čekaj, zakaj pa ne bi mogla imeti otrok? Zaradi je povezano? Vmes, pač seveda, če imaš ti raka, ne vem, če je glih najbolj pametno, da si noseč takrat. Misliš tako? Pač v tem obdobju, pa tudi, ki so pač zdaj rabila več kot 1 leto fizičnega okrevanja, pač ni bilo smiselno takoj obremenjevati telo. Ja, itak. Pa zdaj spet pač moram se nekako mentalno spet nazaj na noge dobro postaviti, pa čustveno. Da grem pa še čez eno turbulenco, kakor je nosečnost, pa biti mama, ne. Ja, to pa si ne predstavljam, niti tako da. Se jaz tudi ne, ampak ja. Hvala ti, ker si tudi to izkušnjo delila, res cenim, upam, da si se počutila varno, da si delila. Ja, sem kar pozabila, da so kamere vmes. Se pozabiš, ne? Ja, res pozabiš. Odklopiš po enih 5-10 minutah. Ja, res je.
Hvala Bogu, sem vesela. Jemljem kot kompliment. Me pa zanima, zdaj smo govorili ženske, ne? Kak pa bi recimo, tako bom rekla, kaj bi bil pa tvoj nasvet moškim? Kak svojo žensko ali pa mamo ali pa sodelavko ali pa pač nekoga, ki dosti pomeni, kak jo podpreti? Ali je to nekak fizično, čustveno, finančno, mogoče kakorkoli? Ja, finančno, kar da je tako. Iz vidika, ja, kak podpreti njen cikel, njeno počutje, mood swinge, vse te stvari. Je pišu, kaj več, da ne vem, mislim, vsaka ženska je tako unikatna. Itak je fajn, da vsaka sebe pozna, pa da svoje čustvene potrebe izraža, ne? Ker ni zdaj spet, da bom jaz rekla, dajte tako pa tako delati, pa da bo to direkt delovalo, ne? Ampak ja, jaz mislim, da sam to, da mogoče, da lahko opaz, da se tudi njene čustvene potrebe spreminjajo. Da kdaj bo mogoče, če porabva izraz klingi, se pravi to, da bo rabila ful več pozornosti, ful več neke ljubezni, ful več nekih potrditev, kdaj pa pač bo pa kar pozabila na te. Pač, a veš, tako, da se pač lahko te mood swingi pač jih to spreminja, da ni da zdaj ona skozi ista, pa da ima iste čustvene potrebe. Jaz se pa ponovadi pri senzi planu, kadar imamo tečaj vedno pohecan, kadar so pari, pač jih to, a ne, ker tudi kdaj je ženska prek spolnosti, kakšne stvari bolj paše v enem delu cikla, kakšne stvari manj, a ne. In pa moški mislijo, končno sem na gruntu recept, kako je svojo žensko zadovoljim, ne. In pa hoče ta isti recept uporabiti drugič, pa ne bo šlo, a ne, zaradi tega, ker se ona malo spremenila, ne. Tako da, ne, v bistvu ne vem, jaz mislim, da mogoče ena starka je, da si pač prisoten, kot prisoten človek, ne. Ne vem, po mojem, kakšen terapevt bi znal po mojem veliko več tle povedati, ampak mogoče je to, da smo kot ljudje do sočloveka pač prisotni. In sploh v partnerstvu, da si pač prisoten, da ni, da pozabiš, da čisto pozabiš na neke stvari, ne. Pa da imaš to razumevanje, da mogoče, če kdaj je malo sitna, pod narekovaj, ne, da ni zdaj napad to na njega, ne, ampak mogoče pač ima kakšne druge težave, kakšne druge stvari. Pa spet vse v mejah normale, ne v smislu, da bi pa to pa ženska uporabljala kot izgovor, veš, pa moški reče, pa ženske to uporablja kot izgovor. Ne, pač gre se Tiste, ko bo hotla, itak bojo, ne? Ja, tiste, ko bojo hodila, bo tak, ne? Tiste, ko pa v bistvu bi rabile, ne, pa bojo pa pač tiho, ne? Ja, komunikacija, verjetno. Komunikacija, ja. Mislim, res ful, ne vem, tlele po mojem, mogoče kdo drug bi znal ful boljš odgovoriti na to, no. Ne, se si lepo odgovorila. Dejansko, tako si rekla, mi je bilo ful všeč, da si prisoten človek, ne? Da se pač zavedaš, da pač niso ženski hormoni tako kot moški, ne? Da smo mi vsak dan skoraj malo drugačne, ne? Pa glej, važne so neke tiste vrednote, pa kaj imaš ti v sebi, pa me zanima kot zadnjo vprašanje, kaj bi rekla, da so neke tvoje vrednote? Mogoče neka lojalnost pa predanost. Tudi v zadnjem času mi zdo pač ta neke ustvarjanje družine pa gledanje na partnerstvo kot družina. Tudi če sva sam dva, ampak da gledam na to kot, da sva družina. Kaj še? Mislim, več stvari je, ampak ne vem, kaj bi specifično izpostavila, no. Mogoče pač ja, to neko predanost ja, ne vem, kaj bi še tako izpostavila, no. Si zelo lepo povedala. Tako da hvala ti, ker si danes prišla, ker si vzela čas. Hvala tebi. Z veseljem. In sem vesela, da ti je bilo fajn. Ja, ker sem videla, da res. si kar zažarela, tako da sem vesela. Super si odbudila. Mislim, tako kar pozabila sem, da so tlela zdaj kamere, pa tako. Hvala. Sem tebe sem gledala, pa tako, okej. Hvala. Pa me zanima še, kaj bo danes tvoje zaključno sporočilo ali pa lahko tudi samo ena misel za gledalce in poslušalce? Spoznajte svoj cikel. Tako. Kaj pa za moške? Za moške podpirajte, ne vem, svoje ženske. Ne vem, pač tako za ženske, mogoče glih to, ker cikel je
imamo lahko privilegij, da pač se spoznamo sebe skozi svoj cikel, no. In tudi pa sprejmemo mogoče kakšne delčke sebe, no. Hvala. Prosim.